Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Spremljate pogovor o naložbenih kiksih, naložbene polomije in ostale vragolije. Učite se na napakah drugih. Z nami so izkušeni borzni mački. Torej, pogovarjamo se danes s Tonijem Jukićem, povratnikom na MoneyHow. Gostili smo ga v epizodi z naslovom, preko katerega brokerja na borzo razkrivamo hudičeve podrobnosti. Toni je bil zelo specifičen, eksakten v tej epizodi. Zdravo, Toni, kako si? Se dolgo časa nismo videli, mislim, da si bil gost prve sezone. Ja, živa, v redu, hvala. Hvala za povabilo. Je pa zelo povedno, da si me povabila na temo, ki je povezana z vragolijami in napakami. Se mi zdi lahko kar dosti to temo povem. Mislim, da takrat, ko ste se pogovarjala, si povedal, da si bil špekulant. Divji špekulant. Pa dobro, no, mislim, ja, definitivno sem bil v določeni fazi življenja špekulant, ampak samo za simbolične zneske svojega portfelja oziroma v tistih časih portfelja svojega nič hudega slutečega očeta še, ko sem se še uveljavljal v tem svetu. Ampak ja, sej špekulant, biti špekulant, s tem ni absolutno nič narobe, ne? No, o tem bomo potem še malce več v nadaljevanju povedala, ne? Mogoče samo še to, za tiste, ki niso mogoče gledali te epizode, bil si član uprave borzno-posredniške družbe Poteza, potem si bil 10 let zaposlen na danski Saxo Bank, kjer si bil med drugim tudi zadolžen za vodenje poslovanja banke na področju srednje in vzhodne Evrope. Danes si pa v energetiki, ne? Ja, res je, ja. Zdaj sem pa v energetiki, sem eden od 3 direktorjev podjetja Interenergo, kjer trgujemo z elektriko, pa postavljamo različne elektrarne za proizvodnjo elektrike po regiji. No, to je tudi zanimivo, trgovanje z elektriko. No, z nami je tudi Andraž Grahek, mislim, da ga več ali manj vsi zelo dobro poznate, stalni gost MoneyHow. Tisti, ki so mogoče bolj na začetku spremljali MoneyHow od samega začetka, smo več povedali o Andražu. Andraž je bil upravljalec premoženja, direktor sektorja, naložbenega sektorja v Generali Investments oziroma KD Skladi. Pa ena taka zanimiva zadeva je pri tebi, Andraž, ti si takrat, ko je bila finančno-gospodarska kriza, bil kar nekako obraz, recimo temu finančne panoge, si bil edini, ki si nekako drznil pred kamero, takrat, ko so v bistvu tečajnice upadale in je bil vladal totalni pesimizem. Ja, kaj ne rečem, se ne vem, kaj to pove o finančni panogi ali pa meni, ampak mogoče je to retorično vprašanje, tako da ne bi o tem razpravljal, ampak ja, bili so zelo kataklizmični časi takrat, no, popolnoma drugačni, kot so danes, tako da mogoče kakšno tudi o tem lahko rečemo, kaj se je kaj dogajalo takrat. No. Bomo, brez skrbi, tudi o tem bomo. Matej Šimnec je tudi naš stalni gost, sicer dolgoletni analitik, več let je delal na področju, več kot 10 let si delal na področju borznega posredništva in investicijskega bančništva in upravljanja premoženja. Mislim, da sta bila celo s Tonijem sodelavca, ne? Ja, eno obdobje so da res. To je bilo na Potezi, ne? Tvoj šef je bil. Super. Takrat, ko so bila še mlada pa perspektivna. Tako je. Takrat so bili zelo zanimivi časi, potem si delal tudi na Alti Invest, potem si bil na BKS banki, kjer si bil zadolžen za pokrivanje in vrednotenje slovenskih borznih družb, pa tudi, mislim, da si M&A tudi pokrival, ne, če se prav spomnim. Ja, nekaj malega, ampak v glavnem je bilo vrednotenje borznih družb, upravljanje, zbiranje naložb, cel kup stvari. Ja, v glavnem poanta je, da vsi imate zelo veliko izkušenj z upravljanjem premoženja, z investiranjem z borzo. Nekako se mi zdi, da ste bili vsi tam na začetku, ste bili tam takrat, ko so bili najbolj zanimivi časi, se pravi takrat v času investiranja, masovnega investiranja na Balkan, ne, tistih časov se zelo dobro spomnimo, potem so bile razne te prevare, Forex prevare in tako dalje, tako da to bomo vse danes obdelali.
Zdaj, ideja za ta podcast, v bistvu moram, če si iskreno povedati, pred časom me je v podcast InVed povabila Klara Leben, ker so se v bistvu pogovarjali o finančnih napakah. Tam je bila bolj debata v smislu, da preveč trošimo, pa premalo planiramo in tako dalje. Tukaj konkretno, ker poslušalstvo se vseeno malce razlikuje, tam prevladuje predvsem ženske, ki nekako spoznavajo ta svet. Tukaj na MoneyHow imamo pa, bom iskreno povedala, pač pretežno moško publiko, ki že imajo kar nekaj izkušenj z investiranjem, ne samo na borzi, kripto, skratka, zelo so aktivni naši poslušalci in gledalci. In seveda zanimalo me je, kakšne finančne napake oziroma naložbene napake so okusili naši poslušalci. Dobili smo pa kar precej zanimivih odzivov, izkušenj, tako da bomo danes pogledali skupaj malce njihove napake, pa malo bomo tudi analizirali, pa še kakšno bomo rekli o naših napakah. Se strinjamo? In vse tiho je bilo, tako da v redu je, hvala, adijo, zaključili smo, se hecam. Jaz predlagam, da mogoče kar začnemo, pa bomo potem mogoče še malo bujali spomine, kako je bilo v naših oziroma v tistih starih časih, ko smo delali še zelo velik napak, zagotovo pa delamo še danes. Zanimiv mi je bil komentar od enega od naših poslušalcev, ki je tudi zelo aktiven na Discordu, in sicer pravi, da je njegova napaka ta, da ni bil pri 20 ni investiral 70% plače, ker so ljudje okoli njega govorili, da so delnice prevara. Zdi se mi, da je dosta taka klasična izjava. Jaz se spomnim še iz tistih časov, ko so tečaji upadali, vsi so rekli, da je borza na tek, da je to prevara. Toni, kako se ti spominjaš tistih časov? Jaz mislim, da je moj prej omenjeni nič hudega sluteči oče še vedno nekje v enih knjigah zapisan kot manjšinski delež Alfa Plama v Srbiji. Mislim, da podjetje v resnici relativno dobro dela, ampak, oziroma da še obstoja, iskreno ne vem, ampak ker sem hotel s tem povedati, je, da moja izkušnja recimo je bila vezana na, takrat v zgodnjih fazah, pa ne v najbolj zgodnjih, ampak takrat mogoče malo kasneje, na to balkansko norijo in nenormalne rasti cen delnic tam na Balkanu, kjer si praktično karkoli si kupil, če si prav čas kupil, si neverjetne donose dosegel in seveda po stari zgodbi, kjer imaš ti nekaj asset, ki ga si želijo, likvidnost pa vprašljiva, potem v nekem trenutku, ko se trend obrne, so tudi izgube zelo hude in tiskaj kasneje prišel not vložil, pa v zelo visokih cenah je ostal praktično z zelo mali odstotki svojega začetnega vložka. Tako da jaz se tega spomnim takrat, ker sem res, takrat jaz iskreno povem, jaz nisem imel veliko svojih sredstev, oče mi je zaupal, ker sem se pridružil tej borzni industriji kot mlademu kvato diplomirancu in nekaj njegovega portfelja mi je dal v upravljanje. In to smo pač delali s tistim, kar smo mislili, da je prav. In tam vem, da sem naredil mu kar precejšnje izgube. Tako da to je bila prva mal taka moje srečanje s temi res volatilnimi trgi, kjer je dejansko letel gor tako neverjetno ob zelo nizkih likvidnostih, potem pa se noben ni mogel ven iz teh naložb, se pa tudi tako zelo dobro sesul. Bi pa nekaj drugega rekel temu poslušalcu. Prva stvar, ki jo je treba po moje zagovarjati vedno, je ta neka osebna odgovornost. Jaz se tukaj, kar se tega tiče, pa ne v smislu slovenske politike, ampak nekega takega življenjskega nazora, jaz sem precej desničar. V smislu, vedno si za sebe odgovoren, vedno moraš sebe izobraziti, če ne veš, kaj delaš, ne tega delati, dokler nisi prepričan, da veš, kaj delaš in v bistvu tukaj se mi zdi najpomembneje, ker se odločaš, da boš nekaj naredil. Kam, v kakšnem odstotku, kaj se zgodi, če so čisto vse predpostavke moje ali od nekoga, od katerega
zavestno sprejmeš na svet, ne, napačne, ali lahko živim brez tega, ne, in na koncu je v bistvu ta neka posameznikova odgovornost tista, ki je prva stvar, ne. Nisem vložil zaradi tega, ker sem verjel drugem, ne, v resnici se nisi pozanimal o tem, kaj delnice pomenijo mogoče na zahodu v neki zgodovini 100-150 ali kakorkoli že let, ne. In v bistvu pač se zgodi šola za naprej in iz tega je treba nekaj potegniti, ne. Je pa res, da po mojem tudi finančni trgi v obliki samostojnega udejstvovanja, in presežem, da je to zadnja stvar, ki jo povem, pa prepustim besedo sogovornikoma, je tudi stvar, ki mogoče pa niči za vsazga, ne. Varčevanje v kakšnem vzajemnem skladu, neka taka zelo konzervativna razpršenost, absolutno, ne, da boš pa neke delnice zadev, piku, se pozicioniral na neke surovine. Mogoče je to že stvar za mogoče nek manjši odstotek ljudi, ki pa res ogromnega časa nameni temu, da ve, kaj sploh dela z denarjem. Ne, to so moje prve misli, upam, da sem zadev vprašanje. Si zadev vprašanje. Andraž, ti se tudi zagotovo spomniš tistih časov, ko si ti stal tamle in zagovarjal borze, kapitalske trge, okrog tebe so pa vsi govorili, da je borza na tek, da so delnice prevara, da gre vse k vragu. Sem prepričana, da se to ti zelo, zelo dobro spomniš. To je bilo takrat, ko se je zgodila gospodarsko-finančna kriza leta 2008, ko se je dobesedno vse skoraj da skreširalo. Mislim, da smo imeli takrat 65% upad S&P 500, če se prav spomnim. V bistvu to kar je rekel Toni, ljudje na različen način prihajajo v kontekst naložb delniških. In zdaj seveda takrat, ko on je opisoval tisti hype, balkanski, ki je v bistvu bil nek podaljšek slovenske borzne zgodbe, ker tu že pred tem so se stvari odvijale samo v neko pozitivno smer, če se spomnimo. Začel se je za nekimi prevzemi, ki so se dogajali, recimo prevzem Leka, in potem je slovenska borza v bistvu rasla in to se je nekako v poznih 90-ih začela razvijati, ko so ljudje začeli kupovati prve delnice, ne samo na podlagi certifikatov, ampak tudi tako, in potem se je stopnjevali in kulminirali v sprejem evra v Sloveniji, in seveda ta denar se je na nek način selil tudi v druge države, kjer se je nekako igral na to zgodbo, da se bo podobne zgodbe odvijale tudi na drugih trgih, ali pa saj to je bil nek narativ. Mogoče komu zveni to tako blizu, glede na to, da je bilo še veliko zgodb, ki so se kasneje prodajale na podoben način. Zdaj, kako sem jaz prišel sploh v to panogo? Jaz sem v bistvu prišel z čist nekega atipičnega konca, takrat za nekega povprečnega mladega človeka, bom sam razložil. Jaz sem začel delati na KD skladih kot analitik oziroma upravljalec na ameriškem trgu, in ameriški trg je bil totalno neseksi v tistem obdobju, ker to je tako brez veze, da ste tam imeli nekaj, ne vem, to je bilo ali bilo -10 ali +20 ali -15, tako neki so bili te premiki gor pa dol v celem letu, tisti Balkan so pa, ne vem, bosanske sploh recimo delnice šibale ali pa makedonske, srpske, pač dogajalo se je, Hrvaška je bilo že tako nezanimiva, ti je bil že preveč razvit trg, neki v narekovajih, da se malo pohecam. V glavnem, in jaz sem gledal takrat svoje kolege po diagonali, dobesedno, začeli so se prvi skladi balkanski v bistvu tržiti v Sloveniji, in vem, da sem sedel takrat na KD-u, mislim, da je bilo leto 2006, kolega Žiga pa Rok, v bistvu sta na dan dobivala po 1 milijon do 2 evra, ki sta jih mogla stlačiti dobesedno na te trge. To je bil, če danes pogledamo to početje, in ljudje so v takem kontekstu prišli v kontekst, kaj je delniška naložba, in seveda pol, ko se je sesul, so vsi rekli, to je pač natek. Zdaj, za moj mali ameriški sklad, jaz lahko povem, je bilo bolj malo zanimanja, recimo v tistem trenutku, mislim, da je DZU nekih 100,000 evrov dal na mizo takrat, da se je semenska investicija naredila v sklad, da smo imeli neko osnovno ekonomiko, da niso stroški, ki so bili takrat večji, nažirali preveč, pa še, mislim, da smo še to subvencionirali z DZU-ja, in tako se je začeli. Te verjeli, celo popoldne sem hodil v službo ob 2 popoldne in tam visel
10 zvečera. To je danes nevideno. V bistvu, mislim, mogoče bi to edini in zadnji poskus, da je nekdo to počel v Sloveniji na tak način. Sej tudi ni tako dolgo trajalo, iskreno povedano. No? Tako da govorim, da sem bil do 10 tam, pač smo naredili une posle, kaj se jim popovdne in pa smo v 6-7 šli domov. Mi smo sam to pa moram, to me pa direktno srce. Na potezi smo postavili prvo trgovalno platformo, ki je omogočala dostope do valutnih trgov, do opcij, do CFD, do futuresov in smo imeli vsak dan kolega Nikola Malkovič, ki je še vedno eden ljudi, ki jih najbolj spoštujemo v tej naši industriji, plus še kdo, Miha pa Roman, v glavnem, čisto vsak dan do 10 zvečer, trgovalna podpora, mi smo to dali nekaj 100 ljudem, da so tradali delnice in ko je bilo vprašanje, ko so prišli kakšne novice, ko se je market premaknil do 3, tako da smo imeli kar neki let vsak dan, mislim, da smo takrat kombinirali pa tudi že z delom od doma, si moraš misliti, koliko smo bili pred svojim časom, tako da niste bili tam edini, ki ste do 10 delali. Ne, sej delač od tega, govorimo o našem DZU-ju, da nav pomota, jaz ne vem, kdo je še visel, pa kdo je od doma, ne vem, prek kakšnega brokerja to tradal, pa gor dol, ampak pravim, da seveda tam je bilo drugače, vi ste rabili podporo za stranke in bilo skozi treba skrbeti, da kaj ne pade dol s tirnic, po domač povedan, ampak tako se začela, ampak hotel sem to, ta kontrast sem hotel pokazati, recimo, dajmo reči, neke vrste S&P 500 trg, S&P 500 trg proti lokalnem trgu, ki je noč pa dan, likvidnost je noč pa dan in zdaj ljudje percepirajo eno in drugo kot enako delniško naložbo. Na nek način, to so delnice, kjer zdaj izberemo, da bomo zaslužili denar. In tako je takrat bilo in večina je zaradi donosov takrat, ko je prišla, rekla, zakaj bi jaz se zajebal z Ameriko, da bom 5% naredil, ali pa 6, ali pa 10, ali pa ne vem, če v ful noro leto 15, pač dajmo iti na Balkan, se vidimo, kaj je zgodilo, pa še vsi so okrog govorili, to se je ponovil, pač veliko je bilo tega, kot temu rekel, mrežnih učinkov, pa komunikacij, pa zgodb, pa gor dol. V glavnem, kar se je meni zgodilo, nikoli nisem v tem obdobju se dotikal ne balkanskih delnic, niti nisem imel točk skladov, niti nisem na tem trgu delal, sem pa kasneje, mislim, da leta 2008 prevzel mesto direktorja in sem iskreno povedano pucal stvari iz teh skladov ven, da smo jih spravili na točko, kjer je bil portfelj spet kolikor toliko normalno postavljen, da smo lahko govorili, da imamo neke relativno zdrave firme noter. Tako da v bistvu te ekscese sem jaz na lastni koži okusil, ker morate razumeti, ko ste imeli 1,2 milijona evrov noter in pač je bilo pomankanje delnic, določene pozicije, ki jih ta balkanski sklad imel, so bile tudi 10-15% nekih firm lastništva. In zdaj, what do you do with it? Tako da, ampak zdaj, zelo pomembna stvar, delnice kot delnice niso na tek, dajmo to mogoče jasno povedati. Dejstvo, da čeprav izbirate, investirate v neka zdrava, čudovita podjetja, ali kako je že rekel Charlie Munger, zdaj tudi pokojni, boste težko na dolgi rok v bistvu nek natek doživeli. Oziroma bilo res nekaj nenavadnega, da se to zgodi. Mogel nek sistemski resen problem biti, pa cel kapitalski trg bi mogel na nek način izumreti, da se tako izrazim. Seveda dolgi rok pomeni ne 5 let, ampak pač dajmo reči 10 let ali več varčujemo za pokojnino. Seveda na manjših trgih, morate se pa zavedati, kaj je blue chip v narekovajih na manjšem trgu. Zdaj na enem srbskem trgu je bil takrat blue chip mogoče AIK banka, recimo, sam pač govorim, to je zasebna banka od gospoda Kostiča, zdaj je večinski lastnik. Tako da je čist drug kontekst, kot če repimo blue chip na razvitem trgu, ko govorimo, ne vem, o Apple ali Microsoftu danes je Microsoft, mislim, da spet na vrhu po tržni kapitalizaciji. In to se je treba zavedati. In ljudje tega niso gledali takrat tako, pač gledali so, takrat je bil res greed is good, ta naš lokalen na nek način v igri, tak specialen balkanski. Sej ta specialen balkanski grid je še zmer tukaj, nikamor ni šel, še zmer smo gridi, še zmer hočemo zelo na hitro zaslužiti. Matej, kako se pa ti spomniš tistih časov pa teh kiksov, ki smo jih delali, takrat kot analitik si verjetno dobil zelo veliko vprašanj, v katero balkansko delnico se splača investirati. Takrat vem, da je bil to nek šov na neki televiziji, investiranje z Brankom. Mislim, da je bil Branko, ki je imel svojo oddajo. TV Paprika, lepo prosim. TV Paprika, se pravičujem.
Ja. Branko Železnik je imel svojo oddajo, ja. In ga tudi lepo pozdravljamo. Jaz sem bolj na koncu prišel. Jaz sem prišel, to se pravi, avgusta 2007. Takrat se je že malo vse skupaj umirjalo, Zahod se je v bistvu na vrhu. No. To je bil vrh. Bi pa mogoče dodal, da je borza na tek, sicer ne vem, katera generacija je ta mislim, vprašanje, zastavljeno s kere generacije, ampak vse skupaj v Sloveniji malo tudi izhaja iz nerazvitosti samih finančnih trgov. Se vemo, kako so se certifikati delili in tudi dejansko strokovna javnost so bili določena mnenja, da so certifikati nič vreden papir. Tako da že od tam se nekako začela ta že malo fama, da tisti, ki niso imeli znanja oziroma se takrat tudi ni bilo toliko dostopa do vseh informacij, se je začel oblikovati mnenje, da borza pač je natekane, prodajmo ta certifikat in potem se je začel še s tajkuni in z vsemi temi zgodbami in več kot je teh zlorab na trgu, bolj je ta zaupanje v finančni sektor pada in v samo borzo. Vse podobno se dogaja tudi na Zahodu, v manjši meri, ampak vseeno smo videli, ne vem, recimo, da je bilo 10-15 let nazaj so bile razna kitajska podjetja, ki so bile samo lupine na ameriški borzi in so jih ljudje kupovali in izgubili precej denarja. Tudi Slovenci so prek brokerjev kupovali ta podjetja in med njimi so bili tudi znani vlagatelji, prekaljeni mački iz ameriških trgov, ki so vlagali v ta podjetja in izgubili, ker so bili pač enostavno nategnjeni. In več kot je tega, in na drugi strani tudi ta trend, da je easy money, da gre stvar samo gor, da se ni treba izobraževati, to je v bistvu potuha lenobi, v takih obdobjih se noben ne izobražuje, noben kazalcev ne gleda, noben ne gleda poslovanja, vzameš denar, ga nakažeš na borzo in boš zaslužil, in iz tega potem izhaja ves ta nezaupanje, oziroma ne more niti biti drugače, pa ko zadeve enkrat začnejo padati in nimaš odgovora in ne veš, kaj narediti, ker v bistvu nisi vedel že niti na začetku, zakaj si prišel na ta trg. Mogoče medklic za vse tiste, ki jih ta kitajska zgodba zanima, YouTube ali pa kakšna streaming platforma, The China Hustle, se mi zdi, je dokumentarc, ki opisuje vse te, dvojnost, teh kitajskih in kako so strukturirali, kako so šli na trg, ko so imeli dvojne bilance, ene za kitajske oblasti, ene za ameriški trg, kaj so revizori delali, mislim, vse živo se tam dogaja. Sej bom iskreno povedal, če bi resno revidiral kakšne bilance takrat dol na Balkanu, verjetno ni bilo dosti delati stran od realnosti, da so imeli malo dvojne številke, malo za da borzo. Mogoče fun fact, v Srbiji trgovanje z notranjih informacijah, mislim, da še danes ni sankcionirano, niti ni bilo takrat zakonodaje, tako da je bilo anything goes. To so tudi direktori tam vsi vedeli in to je bilo ureden topik, ki skaj prišel in rekel, notranje informacije, kako pa to zdaj vi govorite, ko vam gre zdaj tale mesec, se ni nobenega zakona. V bistvu, to je v bistvu dovoljeno na nek način. Tako da veliko je bilo, nekih lukenj in to je ustvarjalo mogoče celo, sam še toliko mogoče, dve kaste, bi jaz rekel. Unik so mislili, da vse vejo, ker seveda so jim tudi dol naložili lepo, kaj vse se je zgodilo z njihovo firmo, in pol še drugi od odzunaj, ki so mislili, da oni, ki kao vejo. Zdaj si pa predstavljate, v resnici je bila realnost pa neki tretjega. Vse je bilo overpromised, pa underdelivered, pa še trk je šel dol. Tako neki tak. A ni zanimivo, da so vsaj to Američani po Srbih prevzeli. Če pogledaš kongresnike, tam tudi se da vse na podlagi notranjih informacij potrebati. Imajo posebno kasto, ki lahko dela vse žive poslice, iskreno povedano. Tako da, veš kaj, zdaj sem se spomnila, to, kar je omenjal Matej, certifikate. Spomnim se zgodbe iz tistega obdobja, ko sem raziskovala albanski certifikati, ki so bili pa dejansko res nič vreden papir. Folk se je grel s tem papirjem, vrgli so v peš, zato da so kurili ta papir. Tega je bilo ful velik, ampak pol je prišlo kar nekaj do nas, da je to ful nekaj, da se da ful dobro zaslužiti s temi albanskimi certifikati. Je bila ful taka zanimiva zgodba. A gremo lahko samo na neko zadevo, tole se mi zdi, da je ful pomemben, Toni.
Kristjan pravi, bil sem investiran že pri 18, na to sem pa vse skupaj prodal pri 20 na priporočilo staršev in frendov. Starši in frendi, finančni svetovalci. Enkrat sem delala anketo, komu bi zaupali svoje finance, no, starši in prijatelji niso bili na vrhu, tudi pa finančni svetovalci niso bili. Ne vem, kdo je bil, ne spomnim se. Sam sebe bi verjel najbolj. Dve stvari mi tukaj padeta na pamet. Ne? Prvič, jaz sem imel to srečo, ali sploh ne spomnim se, kako je ta proces potekal, ampak imel sem iz tele privatizacije delnice Krke. Ne? In jaz sem v nekem momentu svojega življenja hotel nek nov šport si umisliti. Ne? In jaz sem šel vso Krko prodati, zaradi tega, da sem si rabljen surf kupil. Okay? In jaz se točno živo spomnim, še ko, jaz ne vem, zdaj, sem v koncu srednje šole, sem bil na začetku faksa, ampak nič v resnici v borzi nisem vedel. Sem vedel, da če hočem surf, verjetno sem zaradi kere bejbe ali pa zaradi prijatelja hotel tisto sezono surfati, ne, in tam neke papirje, neke prodal, pa sem surf kupil. Ne. In jaz sem dejansko to naredil in sem se pol čez leta spomnil, po katerih cenah, pa iskreno se zdaj ne spomnim, po katerih cenah sem jaz to Krko prodal, zaradi tega, da sem si kupil surf. Ne. In zdaj, tukaj lahko gledam z pozitivnega ali pa negativnega, ne? Koliko oportunitetne izgube imam, če bi recimo se ne lotil tega, ne? Pa zadržal te delnice do danes, verjetno bi bil kar ogromen znesek. In druga stvar je, 10 let sem surfal, pa sem 10 let kajtu in vsako fucking sezono sem se veselil tega in še vedno se veselim, ker grem kajtati. Ne? Tako da neki sem vseeno od tega imel mogoče še več kot denar, ker pač denar je denar. Tako da to je prva malo šaljiva zgodba. Nisi edini, na tebe so vplivali mogoče starši, Kristjan, na mene pa družba, da gremo surfati, prodaj delnice. Nekaj drugega bi rekel, to je pa ta druga stvar. Ne? Večkrat se zgodi, da bomo ful bolj obžalovali neke izhode iz nekih tradeov, pozicij, investicij ali pa nekega strateške naložbe v določeno mogoče tehnologijo, v določeno geografsko cono ali pa v neko naložbo, katero verjamemo, in da enostavno zadanemo 20, 30, 40, 50% in se v bistvu ful prehiter iz pozicije ven spravimo. In so te stvari še bolj boleče, kot mogoče neke izgube, ki jih znamo kontrolirati, rečemo, minus 20% pa prodal, nimam prav, ne. Ti izbolija, ker si imel recimo prav in si takoj v prvi polovici trenda zapustil barko in potem gledaš izven pozicije in to tako prekleto boli, ker si imel prav, ker si služil, sej si nek profit pobral, ampak glavnino pa pustil. Zaradi tega smo mi takrat v časih, ko smo ponujali to trgovalno platformo aktivnim trgovalcem, veliko smo jih probali na neko logiko trailing stopov navaditi. Trailing stop je v bistvu način izhoda iz marketa, kjer ko ujameš trend, se tudi tvoja izstopna cena avtomatsko s trendom dviguje. In v bistvu včasih prepustiš čist algoritmu, torej da ti kontinuirano ob rastočem trgu premika izstopno točko, prevališ neko to odgovornost ali pa to, bom rekel, mentalno odgovornost oziroma ta pritisk, kdaj izstopita. In ti, ko ujameš trend, mogoče sam nikoli ne bi šel v neki točki ven, ko pa narediš s trailing stopom situacijo, kjer ti je čisto vseeno, do kam boš šel trend, ker ga boš v veliki večini ujel. Tako da včasih prehiter izstopati je lahko še bolj boleče, kakor mogoče z izgubo prodati. Ta stvar se mi zdela tudi tako zanimiva, ker sem tudi jaz samo v življenju imel ene par takih pozicij, da pa Kristjanovi pa sem to rekel, ful je še mlad, razen če ni zdaj ostareli 45-letnik, koliko jaz, pa se spominja stvari, ko bi star 18 pa 20, pa bo ne moram pomagati, če pa še vedno tiste starosti okoli 20, pa zadela denar je še ful leta. Poglej nas, kaj vsi plešasti pasivi, a veš, ful ima še priložnosti. Bi pa definitivno se strinjal, da princip izstopanja iz naložb prepustiš komu drugemu ali čemu drugemu, ne pa prijateljem pa staršem. Absolutno. Kaj pa recimo to, kaj je rekel eden DDXX. On je pa rekel, da mu je žal, da že pri 20 ni 70% plače investiral. To je ta nek FIRE community, ko v bistvu investirajo praktično celo plačo, poskušajo, ko so še mladi, čim večje premoženje ustvariti in se potem hitro pokojiti.
Kaj si mislimo o tem, da ti investiraš praktično 70% plače? Jaz mislim, da s tem ni nobenega problema v predpostavki, da tisti preostanek razpoložljivega dohodka lahko pač normalno funkcioniraš in živiš, ne? Verjetno se ni treba glihči z vsemu odreči. Jaz mislim, da sta tukaj vse dva koncepta. Eno je, da ti v bistvu imaš neko aktivno stavo, aktivno naložbo, lahko temu tudi rečeš špekulacija, lahko je v vzvodu, se nima veze. Eno je pa, da imaš neko čisto osnovno, rekel, pasivno izpostavljenost do tveganih naložb, ki ti bojo zaklenile na dolgi rok neko premijo za tveganje in donos. To sta dve zelo fundamentalno različni stvari. In jaz bi priporočal vsem, prosim, ne imeti samo aktivne stave, to bi odsvetoval vsem. Iskreno povedano, ker to, da imate vi pasivni exposure, varčevalni načrt in da varčujete na dolgi rok v delnicam, vam zagotavlja neko varovalko tudi za vaše napake, ki jih boste delali, ko boste stock pikali. Ker lahko boste prehiter prodali, lahko da navte kupili, lahko boste imeli preveč denarja in pa se hiter si na spolskem terenu in nekaj hočeš kompenzirati in je približno tako predstavljate, kot smučanje, ki malo zaostaja na vmesnem času in gre pol na silo in v bistvu pol odstopa ali se zapne za količek. Ne? Tako da je fino imeti neko osnovo. Jaz mislim, da je fino s tem začeti zelo zgodaj. Je pa, če imaš čas, fino se tudi relativno zgodaj nek denar, ki si ga označil za napake, lahko je tudi tam, zato da lahko sprejemaš bolj agresivne stave. Ne samo eno, mislim, tako bom rekel, če nisi za to, imej saj prvo osnovo. Ne? Če te pa še to zanima, si pa lahko vzameš nek budžet in se igraš. Zdaj, koliko procentov uložiti v nek, ne vem, strojček, compounding machine, če hočete, ali na nekih ETF-ih, ponovadi se to dela, je bolj vprašanje nekih tudi ciljev, ki jih hočeš v življenju doseči in kam želiš priti. Sej približno vemo, kakšni donosi nastajajo in če to v nek spreadsheet noter vržemo, bomo približno razumeli, kaj pomeni 70% plače in kam boš prišel. Tako da v bistvu, jaz mislim, da mogoče vsem treba pojasniti, da vsem se je danes dostop do trga, ta demokratizacija ali pa ekonomska, rekel, neka demokracija razvijala do te mere, da vsak lahko brez frikcij pridobi neko široko košarico. To ne pomeni, da bi vsak mogel tradati, to ne pomeni, da vsak ve, kaj bi počel na stock pickingu, to je čist druga stvar in pač to je treba mar je treba to ločiti, ti dve stvari. In za nek varčevalni načrt je bolj vprašanje, ga moraš pelati do točke, ko v bistvu ti dosežeš neke svoje cilje. Zdaj, če so čez 20-30 let, pač to noč odmečeš 20-30 let in pač je to. Če imaš pa zraven še pocket, da v bistvu vsake toliko časa nekaj kupiš, lahko na vzvod, lahko derivativ uporabiš, lahko, ne vem, margin uporabiš, lahko, kupaš nek stok, ki misliš, da veš, zakaj si ga kupil, tam je pa fajn imeti neko logiko, kaj sploh počneš. Mislim, razen če se hodi zabavati, to je tudi možen. Pač to je ekvivalent pol bolj, ko bi rekel, have a fun time with stocks instead of something else. A veš, tako da pač tudi to lahko počneš, ampak to v osnovi bi jaz priporočil vsem, da tukaj začnejo, zaradi večjih stvari, da nam zdaj predolg. No, da nam boš predolg, gremo mogoče. Gaj je naštel celo res 6 svojih napak je tukaj izpostavil. Zelo tako se mi zdi, da so to pač take napake, ki jih je marsikdo že naredil. Mogoče Matej, tukaj Gaj pravi, da se je zanašal na nekega robotka, ki bojda zelo varno trguje. Ja, mislim, s temi roboti, jaz bi se mogoče na prejšnjo vprašanje navezal. Jaz sem podobno izkušnjo kot Toni, sam da jaz nisem kupil surfa, ampak sem odprl račun na kaj je bil, E-Trade takrat v Nemčiji in so se mi zdeli zabavni certifikati na Evropske banke. Ampak še obdavčeni niso bili. To je čist drugač, stari. Še obdavčeni niso bili, tako da to ni mogli. Čisto, res si analitik, nord. Res sem šel, znorel sem.
in sem šel derivative tradati. Ja, no, ni se končal najboljši, ampak kar hočem povedati, je, da v bistvu je najboljše te napake na začetku delati. Tako, kar je Andraž rekel, nujno ločati na dva dela račun, to se pravi, da imaš na enemu nekaj zaigrati, na drugemu pač res za resne stvari, ki se jih ne smeš dotikati, ne? Ampak je pa boljš na začetku delati napake, ko si mlad, kot pa kasneje, zaradi tega, ker so finančni vložki kasneje bistveno višji in je pač, če se šele takrat učiš na praksi, mislim, so zadeve bistveno bolj boleče. Ne? Kar se tiče teh robotkov, je pa tako, da sploh, ko gre za kakšen black box in ga ne razumeš, so stvari zelo nevarne, ker ti nekdo drug daje priporočila. Če sam delaš to, je pa en problem, da, kar sem tudi jaz na začetku delal raven takrat s temi derivativi, sem se opiral na tehnične kazalce in ko ti enkrat tehničen kazalc, ko ga ti gledaš na oko, mislim, po občutku vizualno, se ti zdi, da zadeva deluje, če pa stvar res matematično narediš, tako kot mora biti, kakšen zamik imaš ti pri odločitvi in tako naprej, je pa večina tehničnih kazalcev večino časa pač problematičnih oziroma zelo težko delaš konstantno dobre trade. Tudi določene stvari, ki so pa recimo preverjene in recimo delujejo, je pa težava, da lahko prideš v določeno obdobje, lahko tudi 5 let recimo v obdobje, ko stvari ne delujejo. Govorimo o trend following strategiji, ki je bila zelo popularna tam 2012, 2014 recimo do takrat. Potem se pa tudi, če kdo spremlja kakšne tuje podcaste, so gosti, ki so se 5 let so pač delali izgubo, ker enostaven trend following takrat 2015, 2016, ko je bila ta kitajsko ohlajanje in tako naprej, ko zadeve niso delovale. In takrat, če ti sam ne delaš, ne narediš robota in ne veš, kaj je logika in ne veš, kaj so nevarnosti, imaš v takih obdobjih problem, ker je pa dejstvo, da nobena stvar ne dela 100% časa in so vmes lahko precej dolge periode, ko take stvari ne delujejo in delaš izgubo za izgubo in te to požre račun in možnost pol, da se vrneš nazaj. Zdaj, ko smo vsi delili izkušnjo, oziroma vidva sta delila izkušnjo s certifikati, jaz se tudi spomnim teh certifikatov, jaz mislim, da sem imela Merkur, jaz nisem kupila surf ali pa certifikate, tako kot ti, Matej. Jaz sem dejansko ti prodala za to, da sem zapravila za pizdari. Ti si bilo pa tako res brez možganov, res najstniško razposajeno, crazy, gremo do konca. Tako da ja, a lahko mogoče, kaj pa ti, Andraž? Še Andraž mora povedati, kaj si pa ti naredil s certifikatom, kaj si ga dobil? Sej, kva sem pa naredil? Ja, dobra. Čak, se moram prav spomniti. Ja, v bistvu zgodba mojih certifikatov je, da sem končal z nekimi butastimi pooblaščenimi investicijskimi družbo, ker pač, takrat so certifikati tekmovali za dobre delnice in če nisi pač prišel pravočasno, se aktiviral, so ti ostale samo še zgodbe, kjer so v bistvu pooblaščene investicijske družbe sprejemale te certifikate, ker je država rekla, da bo na dražbah dala neke delnice ima. In si ti v bistvu preko nekega sklada, da ima temu tako reči, to so bile pooblaščene investicijske družbe, imel. In jaz sem mu certifikacije prevalil v delnice Kompas sklada 2 od gospoda Laha, ki je danes na lestvici najbogatejših. Na prvem mestu, lepo prosim. Ti se je združeval, razdruževal, mislim, tako, sej ne vem, ko ne to sploh rečem, dajmo tako reči. Sistem je bil tako narejen, da ker ni bilo likvidnosti, so družbe za upravljanje prejemale nadomestilo v delnicah pooblaščenih investicijskih družb. To je bilo v zgodnjih časih in tudi management fees so bili zelo visoki. In ker nihče ni hodil na razne skupščine, so pač ljudje, ki so to upravljali, beri pač, ne vem, družbe okrog, pač, ne vem, kdo že, ko se je družba imenovala, ki je upravljala Kompas sklad 2, res se ne spomnim. V glavnem so pridobile to, da so sami izglasovali vse sklepe in na koncu sicer sem tako, na koncu sem sicer nekaj dobil od tega. Mislim, da sem mal, če se prav spomnim,
doštukal zraven za neko očevalc, ki sem ga kupil in smo pol žgal, rekel, dajmo reči, da je omogočil en del upreme, ki sem jo uporabil za to, da smo pol žgal tudi death metal. Malo sem mogel pa še delati na Petrolu, takrat, ko sem bil študent, da sem malo zraven dokupil, da je pač to funkcioniralo. Nisi rekel, da se ne spomniš, pa snaj. Ne, nisem se takoj spomnil. No. V glavnem, če bilo samo od tega odvisen, ne vem, če sploh en zvočniček od očevalca bom prišel z tega. No. Tako da ja, to je bilo to. Ja. Na tek, kva pravijo. Na tek. Ja. No, zdaj, ko omenjaš na tege, veliko je bilo tudi teh naših na Discordu, ki so omenjali na tege, vse sorte na tegov, od MLM na tego mrežnih marketingov, tudi tukaj imamo vprašanje drepice, kaj si mislite poplavi različnih mrežnih marketingov na družbenih omrežjih. Tudi naši poslušalci na Discordu so omenjali cel kup nategov, pa bi se mogoče en nateg pa je bil iz leta 2008-2009, ki se ga jaz zelo dobro spomnim, ker sem to zgodbo zelo detaljno pokrivala. Financas Forex. Financas Forex je bilo v bistvu kakor neko valutno trgovanje, neka spletna stran, ker se ti služil samem res ful denarja. Na mrežni marketing je bil tudi to. V glavnem, to je bil en večjih nategov, ker se je v bistvu kar nekaj Slovencev v bistvu je izgubil zelo veliko denarja, celo neki samomori so se dogajali v tej zgodbi in potem se ta zgodba nadaljevala preko neke gospe v Španiji, ki je potem še enkrat okrog prinesla vse te iz Financas Forex zgodbe. A mogoče se vi spomnite vseh teh Forex prevar, ki so se takrat dogajali? Imeli smo Financas Forex, FX Run, potem so bile, se sploh ne spomnim več vsega. Se smo imeli enega obsojenega, Nilo Marconi, mislim, da je en redkih, ki je sploh na sodišču prišlo do neke obsodbe. Teh Forexov je bilo kar jih hoče. Jaz se spomnim, ko smo neke sošolce z osnovne šole, ko so me klicali, da je tam neko tržiču, nek trgovski, neki trader s Forexom in da ne ve kakšno strategijo. Zdaj, ko razmišljam nazaj, koliko je bilo to noro. Mislim, res, ta Forex je bil toliko pojavnosti bilo v tem ekosistemu, da jih sploh težko vse opišeš. Od čistih nategov, od folkov, ki je dejansko nekaj obračal, od ljudi, ki so sami trgovali na Forexu, na leverage, so probali, tudi jaz sem to probal, in sem neki na FX-u tradal, najprej virtualno, pa tako, pač neki sem zaslužil, pa sem pa nehal na srečo, tako, zaslužil sem Jurija 2, hvala lepa, adijo, čistko, ampak takrat je bil šport, to je bila neka progresija, od delnic, teh je bilo pol Forex. Zdaj pa, ali si se onboardal tudi v končni fazi, tudi preko vas na konc Toni, ste tudi verjetno Forex trading ponujali, ampak takrat je bila neka mala renesansa trgovanja okrog Forexa, pa nihče sploh ni točno vedel, ali res ima Forex account, a je kaj v zadju, razen seveda, če si vedel, kaj delaš, kar je bilo pa relativno malo ljudi, ki so dejansko račun znali odpreti in ga odprli nekje in potem pol razumeli. Tudi CFD-ji so takrat že prihajali na trg, so se pojavljali poleg Forexa. Jaz vem, da sem v nekega brokerja za CFD. Tako, že do dan sem srečen, da sem tam denar nazaj dobil, če zdaj nazaj gledam, mislim, kam sem jaz nakazoval ta cash. Jaz se spomnim iz tistih časov, to je bilo leta 2008-2009, ko se dogajajo ti Forex prevare. Res zelo veliko Slovencev, ki danes promoviramo, tako rekla, pa predstavlja kriptovalute. Jaz bi nekaj rekel, meni se zdi, da sem bil prav eno tako zanimivo vlogo v tej svoji karieri. Zato, ker mi smo takrat pod okriljem licencirane borzne hiše Poteza, praktično po vseh možnih pravilih, ki smo jih lahko iz slovenske zakonodaje pobrali ven, smo lansirali platformo za samostojno trgovanje. In so bili čist legit poslovni model, sicer ultra tvegan v resnici, ampak poslovni model, ki je svoje back-office sisteme prilagodil, jaz se spomnim, jaz sem živo spomnim, to je najbolj zanimivih stvari, na katere sem ponosen v lifeu. Jaz sem pisal specifikacije, kako naj slovenski tale borzni sistem, ki je bil navajen samo delnice pa obveznice razumeti, kako naj ukomponira vse in FX pare, in FX opcije, torej opcije na valutne pare in CFD in futurese
Vse to sem spisal, da je potem una softverska hiša to sprogramirala, da smo mi vse po slovenski zakonodaji in potrdilo o prejemu naročila, pa predstavljite si trailing stop, ki se lahko praktično 100-krat na dan spremeni in smo 100-krat mogli to printati in pošiljati domov, folko, ki je tradal prek naše platforme in seveda potrdilo o izvršanju računa, o izvršanju posla in vse te stvari smo zrihtali. Ne? In v bistvu poskušamo tam z ekipo mladih fantov predstaviti samostojno trgovanje na teh borzah, ki ga do zdaj ni bilo in se trudimo in z razlago vpliva trgovanja z vzvodom, money management, organiziramo delavnice vsak četrtek o tem, kako trgovati in v bistvu poskušamo neko čist legitimno samostojno trgovanje na teh trgih uvesti. In do te točke, da ATVP pride k nam, jaz se spomnim, Kamulc, ki sem bil 26-27 let star, sem tam ATVP-ju ustvarjali ljudem, kot sem zdaj jaz razlagal, kva bomo ponujali, kako bo back office, vse to. In rečejo, cool, dejte. Kasneje se pridruži še Ilirika, ampak to je postranska zgodba. In to je ena stvar. Torej, poskušaš neko tako moderno, samostojno udejstvovanje pri s to vrstnimi inštrumenti nekako spromovirati na pač tak nek razumen, racionalen način. Istočasno čez leto, 2-3 se pojavljajo neke vzporedne strukture, ki jih je prej Andraž opisal. Neki ljudje, ki so dejansko prav iskali naivneže, ki so mogoče ki slišali, da se da na Forexu ali pa z derivativi zaslužiti, in so prodajali neobstoječe produkte ali v čistem nekem mrežnem marketing konceptu ali pa prav v bistvu z namenom, da prevarjajo ljudi. In jaz, zdaj prehajam do poante, jaz sem v vlogi, kjer kot vodja trgovanja na potezi pišem v ATVP-ju in jih opozarjam. Verjetno bi se to še kje v kakšnih arhivih najdel. Dejte biti pozorni na te scheme. Zakaj mene bratranc, plis Robi, ne mi zameriti, ampak zakaj mene bratranc iz Planine pri Šentvidu, pri Sevnici, pri Šentjurju, pri Celju, kliče, da je tam nekdo hotel okoli in ima ful dobro Forex priložnost, zakaj na tem. Vedno se nekje ta ruralna območja upeljevalo, zakaj oni vsi služijo, dajte še vi, ne vem kaj, in se je mogoče ljudi, ki se niso ukvarjali s tem, malo bolj intenzivno novačili v te razne scheme. In torej, na ATVP pišem, lejte, kleni, ki ponujamo legitimno Forex trg, pizda je največji trg na svetu, kle se pa potem to prepakira v neke sanje, kjer bojo ljudje itak samo pač izgubili ta denar. In to se je tako ful nekaj dva vzporedna svetoba, tukaj okoli te besede Forex nekako pojavljala, da sem jaz se spomnim, kako sem bil zafrustriran okoli tega. Zdaj pa še torti, češnica na torto. Da ne bi bilo hujše situacije, se pa meni v moji takrat še oženjeni družini zgodi situacija, kjer mi nekdo prvič, ko me je spoznal, ne bi bil preveč oseben, ampak pač nekdo, ki se je preko moje takrat pol bodoče žene pojavil v mojem življenju, me vprašajo, kaj pa počnete, da mislite, da lahko hčerko odpeljete. In v glavnem sem imel v družinah primere, pridruženih družinah, kjer so točno v teh schemah ljudje izgubili zneske, ki niso zneski za navaden avto, ampak znatno višji. In sem rekel, dajte vas prosim, lejte, jaz sem človek, ki pozna nekaj na to temo, pišem ATVP-ju, vem, kakšne so to stvari, dajte prosim ne. Ampak je bil odgovor, da so se zvezde poravnale. Pa ni bil to odgovor, še dosti bolj bizaren je bil, da so se zvezde poravnale za to naložbo. Tako res absurd, da res nisem mogel verjeti. In samo mesec kasneje je teh predvsej veliko sredstev izpohtelo. Hočem reči, da čisto vsi smo ljudje, čisto vsi smo nekako renljivi in če nam bo nekdo dosti prepričljivo obljubil neke lahkotne zaslužke, bomo skočili na to. In to je tisto, zdaj bom pa prvo temo, pa to zadnjo povezal, kar mene najbolj moti v celotni zgodbi. Kdorkoli nekako ve, da sem se vsaj v preteklosti bolj aktivno s tem svetom ukvarjal, vedno, ko pride do mene, kje se da kje zaslužiti? Daj vprašaj me, kje se boš izobraževal? Daj vprašaj me, kje boš poštudiral, kva so neke logike vlaganja pa menedžiranja svojega portfelja. Sam naj se ti veš, kje se da zaslužiti. Daj kup shitcoin številka 6, vrš kocko ali pa 5 v kazino, pa bomo videli, kako bo. Ful se mi zdi, da smo Slovenci nagnjeni k tem neki easy rešitvam, ko pride do finančnega sveta. Nekdo drug mi bo rešil problema. Kva je zdaj za kupiti? Kva je zdaj za prebrati?
Tako da vsi mi smo nekako zelo smo občutljivi na te neke rešitve, ki so mogoče prehitre. Tudi jaz sem pokleknil na njih, ne? Tudi jaz sem našim upravljalcem premoženja, ki sem sam prej do Forex zmešan, ker sem mislil, da bom outsmartil market, pa so rekli, stari, tako ne boš, pa sem rekel, dej, kva ti veš, ne? In valjda sem mogel 3-krat spucati portfelj do te točke, da me je res streznal, da sem pa rekel, if you can't beat them, join them, in sem šel na firmo, ki je providala te storitve, da sem se sploh naučil celostnega aspekta industrije in zaslužil čist drugje, tisto, kar sem tam zgubil, pa še nekaj čez, ne, ampak pizda šola vsaka ful stane. Ja, to imaš prav, ja. Zelo veliko je teh vprašanj danes, da mi povej mi, kje bom denar zaslužil, kako bom hiter denar zaslužil. Je pa res, da potem, ko se opečemo, ima pa tukaj tudi gajem eno poanto, verjetno, ko se je opekel po Financah Forexu, ker tam se je zelo veliko Slovencev opekel, je pa sledila druga zadeva, neaktivnost pri investiranju na naslednje desetletje po dogodivščini iz prve točke, evo točno iz Financah Forexa. Se pravi, tam smo se opekli, to je vse na tek in ne gremo več na borzo. To je kar pogosta praksa in to se danes otroci v bistvu učijo od svojih staršev, ker starši so se opekli zgodbo KBM z Balkanom in ne vem, s katero zgodbo še, in svoje otroke učijo, da je borza na tek. To dostikrat slišim od mladih. Čeprav mladi se zdaj že malo samosvajajo, pa mogoče tudi malo svojo glavo razmišljajo. Matej, bi ti mogoče povedal, kako ti gledaš na to neaktivnost potem pri investiranju, ko se opečemo? To je tudi ta zgodba, te oportunitetne izgube, to se pravi, da se čaka z denarjem na ta prav trenutek. Pač ta pravega trenutka itak vemo, da ni, oziroma ga nikoli ne bomo zadeli in mislim, zmer lahko najdeš razlog, zakaj ne biti na trgu. Ne? Tako da je boljš, da si vedno in saj z enim deležem stalno na trgu, in se pač ne obremenjuješ z raznimi teorijami zarote in tako naprej. Tako da pač mora priti do tega dojemanja, da enostaven en del vedno namenjamo splošnemu trgu in pač verjamemo, da bo ekonomija šla to pot. Vmes jasno bodo padci, ampak takrat pač se pojavijo zmer priložnosti, da potem investiramo še tisto, kar pač čaka ob strani. Kar se teh shem tiče, je pa tako, da dejansko lahko vedno gledamo to tudi skozi nek risk management. To so stvari, kjer je izjemno velika verjetnost, da mi izgubimo in v skladu s tem pač lahko namenjamo temu primerno tudi vložke. Problem je, da ljudje namenjajo za razne shitcoine in podobne stvari visoke zneske, čeprav so izgube lahko izjemno visoke. Tako da tudi, če gledamo skozi oči risk managementa, lahko, mislim, nobene prav, da skozi piramido ne moramo zaslužiti. Se na koncu ne vemo, na kateri fazi mi vstopamo, kdaj se bo znesek nazaj vračal, ampak pač take stvari, to je pač roleta, to je igranje na srečo in se zato pač nek drobiš investira in to je to. Ja, Andraž, a boš ti še mogoče kaj tlele dodal, mogoče malo bolj tega z psihološkega vidika, kako v bistvu premagati strah pred izgubami, potem ko smo mogoče se opekali na borzi? Mi smo se v bistvu takrat, ko sem jaz tudi prevzel upravljanje premoženja na KD skladih, izjemno veliko ukvarjali z obstoječimi vlagatelji v vzajemnih skladih. Mnogi so imeli zraven tudi balkanske delnice, tako ali po balkanskem skladu. Mnogi so imeli tudi razne druge produkte, ki niso bili najboljši za njih. In smo v bistvu nekako se ukvarjali, ker je začel dol leteti s to psihologijo. Ne izstopati zdaj ven in prekiniti zgodbe, sploh če smo neko zdravo osnovo. Torej, o čem zdaj govorimo? Sploh ne o tem, da sem bil nategnen. Že tisti, ki so imeli, ne vem, zaradi mene ameriški vzajemni sklad, so želeli takrat iti ven. In takrat smo razlagali učinke, če greš ti ven, ali pa si v preteklosti v podobnih dogodkih šel ven in se šele kasneje vrnil nazaj,
versus, torej v primerjavi z nekom, ki je vztrajal pa samo pustil, ali pa v primerjavi z nekom, ki je nadaljeval z varčevanjem, kaj je vam prišlo. In začeli smo pa tako, iskreno povedano, da smo šli okrog, hudi intelektualci ali pa optimisti, in na začetku smo se soočali v dvorano, ki je bilo 20 ljudi, od katerih je 19 se drali, da je to natek in kaj vi tukaj le pridigate. Ne? In potem smo počasi začeli in potem se je malo začeli izboljševati. Ne? Ampak na eni točki, ko se to zgodi, zdaj spet je odvisno od konteksta. Zdaj, če mene en nategnil, sem bil pohlepan, bom ponavadi tih in niti nam prav preveč okrog šel in ne vem, koga vse obtoževal. Tako, če sam vem, da sem šel predaleč, malo je tudi tle, ne? Če pa nekaj institucionalnega doživel, tako, ne, v smislu balkanski skladi in gor dol, ne, pol je pa sistem kriv, ali pa nova KBM, če hočete, ne, tam pa zelo hitro greš na sistem, ker tudi dejstvo je, da je sistem je zatajil malo, ne, mislim, je zatajil, kakorkoli gledaš, pač neke varovalke, ampak to je zdaj simpel biti za nazaj pameten, ne, tako je dojemanje, ne, in imaš velike razlike, ali si bil ti nategnen na limance, ali pa se je zlomilo zaupanje do sistema, ne, se mi zdi, v finančni krizi se je zlomilo zaupanje do sistema in ne samo to, da so bili nategi parcialni, ta psihologija, ampak je prav sistem nas je nategnil, zlorabil nas je, itak je bilo milijon dokazov okrog tega, ne, če gledamo nazaj, tudi Bitcoin se je delno rodil iz tega nezaupanja do sistema, ali pa se je verjetno tudi zaradi tega. Ne. Tako da to vse se meša, ker starejše generacije interagirajo z mlajšimi. Ne? In zdaj je dobro vprašanje, ne, psihologije, kako gledaš naprej. Ampak tudi če zdaj gremo nazaj, če bi ti ustal v eni strategiji varčevanja v S&P-ju, tudi če rekel nazaj, sistem je takrat nategnil ljudi, ampak ta inštrument je preživel test časa. Pač prilagodil se je, gnile firme so šle ven, nove so prišle noter in ti si v bistvu živ prišel ven. In moje sporočilo vsem je, ni težko biti soliden investitor. Je pa hudičev težko biti ful dober investitor in outperformati to zgodbo konsistentno. Ne? In tega enostavno folk noče sprejeti. Folk noče biti soliden investitor. Folk hoče biti amazing investor in kar je zamudil nadoknaditi z neko klinčevo kravjo schemo, iskreno bom rekel, ki jo bo mu povedal, ne vem kdo že obpiral v šanku v najbolj temni zakotni gostilni, ker tam se skrivajo največje skrivnosti do zaslužkov. Ne, to ne res. To bo zvedel na brezplačnem seminarju, ki bo mogel pol plačati, ne vem, Jurija. Jaz sem tako figurativno, ampak zame je bilo vedno tako. Opazil sem, ki je bil nek trend, so se začeli pojavljati ljudje, ki so začeli nekaj prodajati in je približno tako. Ta folk, če bi bilo najbolj iskana roga, pralni prašek, bi pa pralni prašek prodajali. Sorry, ali pa kravji drek, se čisto vsem. A ne, sam pač tokrat so, ne vem, neki tečaji, forex, tudi kripto je isto doživel. To, ki je bil klen folka, ki je fake stvari prodajal versus, pa pomisel, kako enostavno je bilo kupiti Bitcoin, iskreno povedano, ali prek enega normalnega exchange, ali pa ga tudi v wallet na koncu spraviti not. Ne, vsi živi so šli prek celega drugega hudiča, ko bomo držali, bomo Bitcoin kupili prek ne vem česa že vse. A ne, tako, to mi fascinantno, koliko tako, ne da greš naravnost, ukrog pa imamo, pa še 5krat se na glavo postavimo. Tako da tega je ogromno. A lahko tle kar uskočim, ker zdaj se pa že tokrat Bitcoin omenil in tukaj imam Marksi. Kolikrat sem? Velikrat, no. Okay. Tok, da lahko napeljem naprej. Super. Marksi pravi, to je pa zelo pogosto, kako se spominjamo za nazaj, kaj bi bilo, če bi bilo, zakaj nisem takrat spremljal to zadevo, namesto da bi med 2012 in 2017 kupoval bitcoine, ko sem že vedel zanje, sem štipendijo potrošil za milko, 300-gramsko milko. A ne, kaj bi bilo, če bi bilo? Jaz se spomnim takrat, ko smo raziskovali to zgodbo Bitcoin, kako je bila to volatilna valuta, nihala je gor, dol, to je bilo kot na kokainu, danes do plafona, potem je padal dol. Ne. Ni bilo nekega zaupanja v Bitcoin, takrat čisto na začetku, 2013-2014, ko sem jaz začela recimo to zgodbo Bitcoina spremljati. Ne. Bilo je nekaj entuzijastov, ampak to je na prste ene roke
roke v Sloveniji lahko naštejemo te entuziaste. Med njima sta bila definitivno tudi Damjan Merlak in pa Nejc Kodri. Če se spomnim Nejca, kako mi je razlagal, kaj je vse v ozadju Bitcoina, pa kako bo to, ne vem, kaj bo ratlo z vse te valute, ampak takrat ni bilo tega zaupanja. Ampak vseeno, danes marsikdo obžaluje, slišali smo za Bitcoin, pa nismo šli v to zgodbo, verjetno tako je kupil pico z ne vem kolikimi bitcoini, ta še ta najbolj obžaluje, da je šel v to zgodbo. Koliko je dal za pico, se spomnite? 10 jurjev. 10,000 bitcoinov je bilo, a ne? No, kaj je zdaj s temi obžalovanji? Kaj bi bilo, če bi bilo? Kristjan je bil prejšnjo vprašanje, ne? Zdaj je bil Marks, pol je bil Gaj, prej je bil pa Kristjan. Prejšnji je bil, dobro, nima veze. V glavnem, nekdo je vprašal, kako se znova spraviti, ne? Jaz mislim, da tukaj Andraž že prej, pa tudi pol zdaj v zadnjem odgovoru Matej nekako dal neko zdravilo za to, ne? Jaz bi rekel, ko se ti kaj tazga zgodi, enostavno potrebno se dati mogoče emocijam manj prostora in več prostora neki čist preprosti matematiki, ne? Razpoložljivi dohodek moj je X, okay? X ali pa Y odstotkov od tega bom vedno dajal za to in to obliko varčevanja, z odstotkov od tega razpoložljivega bom dal nekam drugam in z K delom se bom igral, čist brez slabe vesti bom poslušal, ne vem, Petra v gostilni. In v bistvu si naredi nek plan, kjer si ti na ta način dolgoročno udeležen pri tem, da postopoma pač varčuješ. V nekem malem delu, če imaš to željo, da se igraš, se igrajo. Tako da nekako se mi zdi tudi v preteklih letih mnogo teh traderov je šlo po podobni poti, kjer si najprej bil trader, ki si gledal neko ali tehnično analizo ali situacijo na trgu, si tradal po nekih emocijah, zdi se ti, da je to, zdi se ti, da je ono in potem določen odstotek teh, ki je bil to sposoben, ki so videli, da ne gre, so enostavno šli v neko kvantitativno trgovanje. So pa vzeli ene parametre, pa so reči, če to in to in to, takrat daj ta in ta signal. Pa imaš pa postavitev backtesting infrastrukture, pa iskanje različnih trgovalnih strategij. Torej, emocije omakneš, pa rečeš, dajmo poskusiti z matematiko ali pa s fiziko ali pa kakorkoli že temu rečeš, s programiranjem in vsem, kar spada zraven. Eno zgodbo bi glede tega izgubljenih priložnosti povedal. Jaz sem prvič za Bitcoin slišal, moja leta na Saxotu, mimogrede so bila od 2010 do 2019, in v bistvu sem slišal že tudi precej zgodij, ampak po čisto popolnoma zanemaru. In potem se živo spomnim, kako sem kot takrat že nekaj middle management v banki leta 2016 ali 2015, ne spomnim se zdaj, se z lastnikom Saxo banka v Mercedesu vozila po Tel Avivu, ker takrat sem jaz tisto regijo pokrival in smo šli do Mizrahi, pa Psagot, to Mizrahi je banka, Psagot je broker in tam smo iskali nove relationshipe. In jaz se vozim s tem modelom, ta človek mimogrede ima zdaj po moje neto premoženja med 500 milijonov do milijarda evrov. Prodal je svoj delež v Saxo banki in se je vrgel šel in kup drugih poslov. V glavnem tip je na Danskem poznan kot tak serijski podjetnik in zelo človek, ki ga res veliko ljudi spoštuje. V glavnem, jaz sem z njim v tem Mercedesu, on meni govori o Bitcoinu. Jaz pa on so ujeta v prometu in on meni kaže grafe in on meni razlaga. In jaz tako, ne razumem, stari, ne vem, kva govoriš, the best. Jaz me itak naroden mi je bilo, ker nikoli nisem stika s tem modelom, ki je banko postavil, ampak on meni to govori, jaz to živo spomnim, takrat je tradal, 400-500 nekaj dolarjev, on meni to razlaga, jaz to ne razumem, pridemo domov, jaz malo pogledam, ne razumem, ne štekam, In hotel sem to povedati, da cela banka mladih ljudi, ki smo ponujali derivative, ki so ljudje se imeli za ne vem kakšne market guruje, cela banka je praktično vse do 2019, vse do 2020 popolnoma zamudila celoten boom, ki se je na Bitcoinu zgodil. In v bistvu ta neka kognitivna disonanca, pač pravi izraz, torej v bistvu neka situacija, kjer si ti v nekem svojem mehurčku, kjer smo čisto vsi na ta Bitcoin gledali zviška kot nek špekulativen, ultravolatilen, nič vreden inštrument, je kar nekako zajela banko. Zakaj? Zaradi tega je banka fucking zamudila vse, ker so se pojavili kripto exchange in pobrali biznis in je bilo treba zviška gledati, ker nismo bili v tem poslu. In je samo fucking lastnik banke, ki je verjetno zaslužil, ne vem, 7-mestno številko v evrih ali pa celo 8, na tem premiku, ki je sam, vem, da je bil ful izpostavljen na Bitcoinu. Edin on je bil, ampak on ni mogel navzdol prepričati, da je to nekaj, kar bi banka lahko ponujala kot nek inštrument.
Saxo je začel, meni se zdi, še leta 2022, 2023 ponujati derivativ na Bitcoina. Ne? Hočem reči, ko si ti v neki noter, v neki sferi, ki te obkroža z precej enotnim mnenjem o tem, da nekaj ni okej, tudi sam težko preskočiš. In jaz potem, ko sem se odločil, da imam dosti tujine po 10 letih, sem slučajno nekako najdel neko priložnost na Bitstampu, smo se zmenili za 6-mesečno sodelovanje, kjer sem mogoče malo pomagal fantom pri enih stvareh, ki so bili na Saxo čist domače, oni so jih pa nekako mogoče takrat definirali in takrat sem fucking white paper prebral, ne. In zašel čisto z začetka in z unim nekim svojim znanjem v finančnih trgih, pa makroekonomije, ki mi je bila vedno blizu, sem pa začel tako skrb dajati, ne. In to je bilo 3-4 leta po tem, ko mi je nekdo, ki je zdaj vreden milijardo, mi je rekel, lej, stari, to ful zanimivo, daj kup. Pa me ni prijel. Dokler nisem sam se znajdel v neki sredini, ki sem jo spoštoval in hotel biti adekvatni sogovornik in zažel white paper brati, ne. Od takrat, seveda, sem bil tudi na tvojem podcastu, sem o Bitcoinu malo spremenil mnenje, ampak zanimivo je, kako ti te stvari grejo mimo. Pa smo bili kao moderna investicijska banka, ki ponujala te produkte, pa smo vsi zviška gledali na to. Ja, res je, ja. Ampak mogoče bi jaz kaj sam eno stvar dodal. Sej, če gremo gledati različne disruptivne zgodbe ali pa venture capital ali pa startupe, pogosto v bistvu je težko ugotoviti, kera stvar bo šla tako daleč, kot je šel Bitcoin. Ne? In je ta skepsa in je zaradi tega mi tudi recimo v našem podjetju strogo ločimo razliko med podjem in delujoče podjetje. Ne? Podjem je, it can go anywhere, it can be a unicorn, it can disrupt, but who knows, will it? In zdaj, tam imaš milijon glasov in dvomov o tem, kaj se bo zgodilo in kaj se ne bo zgodilo. In če nekdo preveč, jaz bom tako rekel, če nekdo preveč racionalno presoja v Bitcoin, je obstajala velika verjetnost, da dokler ni zlezel Bitcoin do, $40,000 ali karkoli, ga itak ni resno imel, ker je bilo milijon problemov za inštitucijo, kva bo vse treba pofiksati. In je bilo lažje tega, ne? Ja, tako. In pa še pol smo zdaj videli, da zdaj eno veliko čiščenje trga po FTX-u se dogaja, ki so naredili prostor zdaj za velike igralce, da naprej te tračnice gradijo. Tako da veliko stvari, mogoče, tako bom rekel, tisti, ki so bili not, so na srečo takrat pač šli noter in na srečo od tega profitirali. Jaz jim vsem čisto super prvoščam, je pa res, da pač vseeno se mi zdi, da veliko ljudi še zmeraj ne razume volatilnosti tega, kaj je v zadju trga, da to je še vsem trg, ki ni toliko institucionaliziran in pač to moraš razumeti in moraš to sprejeti. Ampak bolj simpel je govoriti, kupite kaj tok, pa to se je zgodilo, pa vse živimo naprej in pa smo spet na unmu nivoju, kaj en neki prodaja. In bolj je težava, da ljudje doskrat lovijo lasten rep, ki zraste in jih pač ubrijajo, čisto po domač povedano. Tako da še najboljše skozi prišel kaj držal, je hodlal in je čim manj poslušal levo, desno in kupil real stuff. Če karkoli je bila lekcija, je to, če držiš inštrument, imej direktno fizično posest inštrumenta, če se le da in imej to na varnem mestu. Pika. Po domač povedano. To je tako, ali za delnico, ali za Bitcoin, ali za nekaj drugega, kakorkoli, Tako, čim manj ljudi vmes, ki filozofirajo, če res v nekaj verjameš. Pa tle se je tudi izkazalo, tudi če si mehno stavo naredil, par procentov v to v končni fazi, polk se je to seštel, ti donosi je itak to ratal bigger than your portfolio, 100,000 times. Tako da tudi te stvari se lahko zgodijo. Ni kontra logiki, da ne daš noč čisto vse, ker tam je lahko tudi problem, ker te ven izplune prej. Tako da v bistvu so se vsa načela potrdila tudi na tem casu, kakorkoli ga obračaš nazaj. A gremo mogoče naprej s temi komentarji od naših poslušalcev oziroma članov Discord skupnosti. Ful je bilo teh nekih komentarjev v smislu, da so vložili v podjetje prijatelja, da so posodili prijatelju denar, da so verjeli prijatelju, se pravi, skozi se omenja nekega prijatelja. A lahko mogoče se še enkrat pokomentiramo to, ko govorimo s prijatelji o raznih naložbenih nasvetih, je treba konec koncev, če se pač upoštevati, verjetno treba neke svoje lastne cilje, lastno nagnjenost k tveganju. Zdaj prijatelj mogoče nima istih preferenc kot mi, ampak mogoče zna dobro prodajati v navednicah, je zelo prepričljiv.
in potem lahko podležemo. Tega je zelo veliko, no, kar se tega tiče. Tudi to, da vložiš v podjetje prijatelja brez pogodbe, da prijatelju posodiš denar brez pogodbe. Kakšno je mnenje o tem? Daj še ti malo kaj povem. To so klasičen pristop pri podjetjih. Začetni vir kapitala so 3 FA, niso Family, Friends and Fools. Ja. Tako da, mislim, zelo težko je Če kdo hoče to razumeti, ne sitkom samo bedaki in konji pogleda, pa razumem. Kaj je to? Skozi neki hondlata, pa nečima ne rata, pa skozi dar pokurta, pa neki novega se spomnita in neki nabavta, zdaj pa bo. To je približno tako, no. Mislim, nažalost. Ampak hočem povedati to, še zmeraj podležemo raznim tem priporočilom, ki smo jo slišali. Konec koncev lahko tudi danes se mi tukaj pogovarjamo o neki konkretni delnici, pa bo verjetno določen procent to delnico kupali. Potem recimo greš nekam, ne vem, mi razlagajo, da hodijo v gostilno in slišijo. A lahko sam en citat od enega tvojega gosta, Jima Rogersa, ne sprejemate nobenih vročih namigov, ne od mene, od nobenega, puste to primir, pa se pa malo pohecal, razen če prihajajo od Marije. Mislim, da to sem si zapomnil. To je bil hec. Ja, exactly. In pač to je približno isto. No, če ne veš, kaj delaš, pust primir. Vem, ampak še zmer pod črto marsikdo. Lahko pogledaš, kaj ti prav, ne me narobe razumeti, ampak pač ne zdaj to vzeti suho za gotovo. No. Tudi konec koncev v našem temu community, pa ne samo našemu na Discordu, tudi kjerkoli druge se ljudje med seboj pogovarjajo o raznih naložbenih priložnosti. Konec koncev nas tudi tukaj sprašujejo konkretno za neke komentar, za nekih naložbenih naložb. Jaz imam tukaj ful veliko razliko. Ne? Eno je, da ti prosto debatiraš o različnih naložbenih priložnostih. Ne? Recimo jaz, ko sem se po 10 letih vrnil v Slovenijo, pa je pol glih se COVID pojavil, ne, in sem sedel doma in sem srečal enkrat v Ljubljani enega modela starega prijatelja iz faksa, ki vem, da je zdaj na zelo odgovorni poziciji v enem od slovenskih finančnih institucij. Jaz nazaj, stari, kvaj, zdaj gremo na kavo, ne. In tako kava se ni zgodila, ne. In sem jaz razmišljal, fakt, zdaj, kaj COVID se nekaj zadelati, kaj če bi par fantov zbobnil v eno tako neformalno grupo, da se enkrat na nekaj časa malo pomenimo o financah, ne. In pač debatiramo, ne. In imamo neko WhatsApp grupo, včasih gremo kaj požrt, včasih gremo ste fajn dobro metne in debatiramo pač, ne. Ampak to je zame čist nekaj drugega, kot to, da greš ti en prijateljski odnos, kakršen koli že bo, in tukaj vemo, je kar ene nijanse, obremenjevati, pa ne če to glih prava beseda, ampak zagotovo kot denar ali pa posojilo, odnos, ki ga posojilo absolutno nekako v popolnoma druge tirnice da, kot da greš v bistvu na nek način ta odnos postaviti pod neko kocko. Torej, eno so neke čist proste debate nekih ljudi, ki se ukvarjajo z borzo in kaj vzameš, kaj ne vzameš, ne? Drugo je pa, stari, poznava se srednja šola, ful imam dobro priložnost, mi daš 10 €. Ta del je zame ful bolj sporen, zaradi tega, ker je takoj neka čustvena komponenta zraven. Takoj kdo lahko pritisne na nekoga, tole imamo, bogatela bova. Ne? In tukaj moj nasvet, tako absolutno se ne v taka razmerja spuščati, je pa seveda odvisno, koliko je to dobro prijateljstvo in ali ta znesek lahko takoj odpišeš. In če ga takoj odpišeš, ali boš lahko živel s tem, da seveda pod predpostavko, da želiš prijateljski odnos nadaljevati, da je ta človek vzel 10 ali pa x jurjev, jih verjetno zagonil s kakšnimi odločitvami, ki bojo v retrospektivi itak izgledale čudne, in boš s tem lahko preživel in še vedno normalen odnos imel s tem človekom. Malo je takih ljudi, Veš, ko pa je tukaj še familija, ki se mora za Božič gledati, Isuse Bože, run away from that. Mislim, jaz sem tudi prav presenečena, zdaj, ko berem, bil sem nategnen strani kolega v propadli MLM schemi, investiral prek kolega na lepe oči in brez, da bi naredil svoje raziskave, brez kakršnih koli dokazil. Startup s kolegi, posojilo denarja kolegom, mislim, tega je res
fulno. Jaz sem res presenečena, da v bistvu kar takole malo posojamo na lepe oči prijatelju denar, brez kakršnih koli pogodb. Meni se to zdi tako, no, mislim, vse ste best prijatelji, ampak družine razpadajo zaradi par 100 evrov, ne, prijatelji so pa še hitreje verjetno, no. Tako da ja, to sem pač želela vseeno izpostaviti, glede na to, da pač je toliko tega, ne, in sem presenečena dejansko, no. A bo še kdo karkoli na to temo povedal, preden gremo naprej? Ne, sej tako kot pri vseh stvarih, ne, moraš narediti domačo nalogo. Pa če ne razumeš, kakšen biznis posojaš denar, s čim je lahko zavarovan, če ne moreš oceniti tveganja, ne, tako kot je Toni rekel, pač tega denarja ne boš dobil nazaj. In velja enak pravil kot za vse ostalo, pa če je verjetno za izgubo, ne vem, 90 do 100%, potem temu primerno znesek namen za to, ne. Če pa veš, za kakšen biznis je in za to posojaš, je pa spet tako. Če je brez pogodbe, je toliko večje tveganje. Če je pogodba, je manjše tveganje in pač so zneski temu primerni. Pač zmeraj se je treba na to skozi tveganje gledati, kakšna je verjetnost izgube denarja in tak znesek potem določati. Da se lahko malo pohecam, ne? Toliko zmer se pritožujemo čez državo, ampak država ima tako, ne? Povratna pa nepovratna sredstva, veste, subvencije pač, to pa povratni inštrument, zdaj se pa samo odloči pa delaš, veste, tako da lej, lahko tudi to logiko imaš zaradi mene, ne? A veš, in pač eno je za en namen, drugo drug in lej, pač sam pravim, ne? Se glih hecamo, pa upam, da me ne bo pismo del moje familije. Najprej sem en del familije omenil, pa drug, zdaj spet tretji del familije. Jaz sem v resnici naredil to potezo, ne. Kljub vsem temu, kar sem rekel, je prišla sestrična do mene, svojim partnerjem, imela sta takrat 20 glav živine, izdelovala so, če se ne motim, seneno mleko, ne, torej tist, kjer je pač mleko, ne vem točno na podlagi katerih res iber zdravih kriterijev izbral. V glavnem, širila sta se in sta rabila še 20 krav, a ne. In se tako, pač jaz prijem z enega sveta, tazga ful finančnega in ona prije do mene in prav 20 krav bi kupila, ne. In jaz in moj brat sva dejansko posodila sestrični partnerju denar, pri čemer sem še toliko daleč, da sem odvetnika prosil, da pregleda, če bom lahko jaz varovalka, da bom krave zasegel, a ne, če ne boste mogla vrniti denar. Pa rekel, da se ne morem spomniti inštrumenta, kjer bi za zavarovanje vzel kravo, presežen, se hotel, da to preveri. V glavnem. Dobila sta novo pogodbe od ene od večjih mlekarn tam v regiji in dejansko sem jim zaupal in vsaka čast vse sta vrnila vedno natančno, vse je bilo v redu, a ne? Ampak z bratom so se pa vedno zezala, ker so se v portfeljih pogovarjali, pa še krave malo stari, ne smemo na to pozabiti, a ne? Sam kaj s tem kravam? Jaz tega res ne razumem. Merlak pa Nejc Kodrič sta imela oba dva tudi krave, ne vem koliko tavžent glav krav sta imela. Slišali smo celo tamle dol na Hrvaškem en slovenski borznik ima neke ovce ali koze. Ne vem, to je kot Bill Gates, ki naj bi bil, pa ne vem, je to res, ker nekje so disputali ta claim, ne? Ampak naj bi bil največji privatni lastnik navadne zemlje, ne? V Ameriki. Fanti vejo, kje bo, po katerem mesecu bo povpraševanje. Pogovarjala sem se pred časom z eno borznico, sicer iz Kanade, živela je v Sloveniji, naredila je tukaj eno borzno hišo, zdaj pa dela olje na Hrvaškem. To se pravi, vsi nekako potem pristane nekje v kmetijstvu. Nasitijo se lažnega finančnega sveta. Mogoče, pa Minecraft igrati nekaj časa, pa grejo pa v real life to sestavljati. Jaz sem prišel iz tega sveta, pa sem telovadnico odprl, veš. Rabiš nek feel good business, razumeš? Jaz sem prav hotel po tem, ker sem delal z ljudmi, strankami, institucionalnimi in neinstitucionalnimi, veš, ker so velike zneske gamblali, jaz sem mogel imeti en feel good business, ne? In potem, ker so se z bivšo ženo vrnila v Sloveniji, ko so gledali, jaz sem hotel imeti ali hotel ali telovadnico, ne, gym, in sva pač odprla to, ne, 4 mesece pred covidom, tako da ne bomo se o teh plateh tovrstnih investicij pogovarjali, ampak jaz mislim, da pol iščeš neko protivtež ali pa vsaj nekaj, da dodaš malo drugačnega v portfelj. Jaz mislim, da je to čisto naravno, ne. Ja, se strinjam, je čisto naravno.
V glavnem, moje rastline so vse umrle, niso dolgo preživele, tako da sem poskušala tudi z vrtnarstvom, ni šlo. Še, mogoče moram počakati še kakšen let, da bom zrela za to potezo. Mogoče, a gremo pogledati, recimo to se tudi dostikrat pojavlja, pač enostavno se nekaj smo že o tem povedali, realizaciji dobičkov, izgubil 1000 evrov začetnega vložka na shitcoinih, medtem ko je že vmes bil vreden 12 000. Pa še dodal citat: "No one ever went broke taking a profit." Žiga pravi to. To je bila ena taka lekcija. Jaz sem prepričana, da marsikdo, ki ima kriptoportfelj, da je pač zaradi teh nihanj na eni točki imel ful, potem pa pač, ko je šlo dol, je pa tudi ta portfelj se ustrezno skrčil. Kako zdaj tole, kako v bistvu postaviti nekaj, mislim, da je Damjan Merlak povedal, da on, ko kupi naložbo, že točno ve, kdaj jo bo prodal. Se pravi, si postavi nek cilj in potem naložba pri določeni višini, določenem znesku proda. Zdaj to moraš biti verjetno tudi psihološko malo močen. To je podobna zgodba, kot prej, ko sem jo govoril o tem, da se na silo vrneš. Ti moraš matematiki ali pa neki trgovalni strategiji prepustiti pač v začetku trada neko odgovornost, kako boš iz tega šel. In ali imaš trading stop, je bil eden od primerov, drugo pa je enostavno, da rečeš, 1/3 prodam pri tej ceni, 2/3 pri tej, 3/3 bom pa pustil, pa bom. Tako, če se emotivno odločaš v času, ko si v poziciji, pa nimaš neke exit strategije, velikokrat lahko pride do tega, da si dosegel vrh, misliš, da vse v redu, novice takrat bojo itak govorile o tem, kako bo vrednost tega aseta še potrojena do naslednjih binkošti, razumeš, ampak v resnici, ko se pa potem trend obrne, likvidnosti zmanjka, vsi smo tam ujeti, nekdo začne panično prodajati, neka tehnična slika se obrne, špekulanti zapustijo pozicije, naenkrat je to vredno pol od tega, kar je bilo, in takrat nisi sposoben sploh sprejeti pozicije oziroma odločitve, da greš van. Tako da, ko vstopaš, neko exit strategijo in na ta način emocijam dati manjšo veljavo pri odločanju. Ja, same emocije na koncu vedno se mi zdi, nas nekako premagajo v plus ali pa v minus. Ampak ja, se strinjam s tabo, to je treba dati na stran. Sam to bi povezal, kar je Andraž prej rekel. On je rekel, da koliko težko je biti dober trader. Jaz čisto vsakmu, ko se malo s tem ukvarja, pa slučajno naletim, jaz rečem, to je najtežji poklic na svetu, to je najtežja stvar na svetu. Biti aktiven day trader, recimo na teh ultrašpekulativnih, ljudje nimajo pojma, koliko je v resnici na dolgi rok kontinuirano z nekimi ustreznimi risk parametri, koliko je težko to biti uspešen. Tako da brez tega prelej te bo neki pa wipenul, pa te ni več. Jaz bi še dodal, večji zneski so težji in težji in težji in težji in težji. To je tudi ena stvar, ki folk misli, ne vem, dajmo reči, da noter, ne vem, 5 jurjev, whatever, se mu zgodi nekaj, pride na 50, leveragira, pride na 100 in reče, wow, zdaj sem pa jaz car, zdaj pa jaz to razvalil, na sreden trade 2 pa sem na $500,000 in gremo naprej. Kaj enkrat v tej zgodbi noter se ne zaveda več, da je bil že toliko srečen, da je zunga naredil, da on he's pushing the envelope in se mi zdi, da tega se ljudje ne zavedajo. Višji greš, težje je, to je kot unikarov let, se mi zdi, na eni točki, rekel, jaz poznam zgodbe, ker je nekdo cel life tudi gradil podjetje, recimo, ampak ga je izpostavil mogoče za 1 mesec ranljivosti in ga je pokopal. Tega se folk, ki povali, tudi ne zaveda, da lahko je zmer za naslednjim ovinkom nek dogodek, kjer bo risk preteral in točno takrat te bo trg dobil. Tako da da je bod malo skromen, malo da je v kontekst, kam si prišel in nek normalen development. Iti tako, pušati do konca, potem, ko si že na pol čudež ustvaril, to je še vse nesel. Tudi mene že v preteklosti. Pač sem naredil 20x na nekih stavah, gor dol, sem jih še enkrat, sem mu že, ne vem, kot študent 20,000 evrov, sem rekel, še 2krat opcije obrnem, jih bom v 200 evrov, vse pa sploh službe več ne rabim. Tudi to smo že imeli. 0 je bil na koncu rezultat. 0. Iskreno, ker je šla celih 20 za neke premije spet, smo jih vzeli in je bilo 0. Tako da,
Če bi takrat rekel, lej, bom dal pol na stran, pa fuknil Nasdaq ETF, bi bilo to danes, 20 let, ne vem, koliko je bil, 20-kratnik verjetno tega, ali ne vem koliko, od tiste točke, ki sem jaz to delal na danes, recimo. Pa bilo tle 200 jurjev danes. Zdaj pa od 20 bi verjetno kakšen konkreten oječevalc dubo. Ja, še kaj več. Mogoče si lahko prvostu, da bi kakšen skandinavski band men prišel dnevno sobo zaigrati za rojstni dan, iskreno povedano. Za ta cash že, ker niso tako dragi. Tako da, sam pač pravim. Ja. Zdaj tako, mislim, nas še kar precej gledajo, se mi zdi, da kar ustrajajo gledalci z nami. A bi mogoče odgovorila nekaj njihovih vprašanj na YouTubeu, se strinjate? Ok, ali ne? Dajmo. Mič sprašujem, zdravo, zanima me, kako prepoznavate različne cikle v finančnih svetovih, ki vemo, da so se pravi cikli. Matej, ti v ciklih kaj povedal? Ti obvladaš cikle, Matej, kot analitik, ti razduraš cikle. Ne vem, kaj ne rečem. Mislim, da z enim delom portfelja se sigurno ne splača tega loviti, to je dejstvo. To mislim, da smo že doskrat povedali, ker je to izjemno težko napovedovati in je cel kup faktorjev in kogarkoli, mislim, zdaj, če greste poslušati že kakšne zelo znane vlagatelje, boste najdeli, ne vem, vsak ima svoje mnenje. To se pravi, je to izjemno težko delati. In vedno so neke situacije, kjer se te zadeve obračajo. Imamo obrestne mere, imamo volitve, imamo sezonskost, imamo vse živo vojno, imamo AI, da bo AI poganjal ta trg gor, ker bodo stroški delovne sile padali in tako naprej. Vedno so neki razlogi, da lahko ta cikl, ki smo ga zdaj videli, ta naraščajoč cikl, še zmer traja in so tudi razlogi, da se že jutri lahko konča. Tako da jaz ne bi tega osebno lovil, tudi zelo težko je to pač povedati na kakšen način in tisti, ki to delajo, imajo vsak svoj pristop, ki ga to pilijo lahko desetletja in spremljajo številne makrokazalce in trende in dogajanje na trgu in sentiment in tako naprej in sestavljajo to neko sliko in nekega robota, tako smo prej omenjali, in na koncu na podlagi tega sprejemajo odločitve. Je pa v tem trenutku zelo težko reči, ja, glej, to in to in to in boš zadev cikl. Nemogoče. Pač to ni pristop. Mislim, mi imamo celo teorijo ciklov. Cikle lahko razbijaš na gospodarske cikle, sekularne, lahko kreditni cikl gledaš, lahko pač pri tradanju imaš razne cikle sezonalnosti. Ne vem, na koncu gre to že vse do malo manj, da ne lune, pa kva se tam dogaja s folkom. Dobesedno. Tako da ta cikl je to, kar raztegljiva stvar, da bi vam lahko 500 seminarjev prodal za 5000 evrov, pa bi jih z veseljem gledali. Iskreno bom rekel. Tako da, kar sem jaz mogoče se ukvarjal nekako, kar sem študiral, jaz sem še najbolj pozoren na res neke te sekularne, dolge cikle, ki se dogajajo. Nek tak zelo, mislim, to se zdaj smešno sliši, ampak če vzamemo teh nekih 150 let, ki jih imamo od nekega track recorda, zelo veliko je teh ciklov, ki imaš dobesedno 20-letni bull market z rahlimi, ko bi rekel stop and go vmes, pa imaš pa res sekularen bear market. In v bistvu nekako se izmenjujejo 20 let, 10. In zdaj recimo, če je bil vrh 2000, ta zadnji bull se je končal in se je pol 10 let smo imeli pač nadol, smo rezali tam proti 2008, 2009, pa smo se obrnili. Zdaj smo v takem sekularnem bull marketu, ki vse preseneča, koliko daleč lahko gre in jaz nekako mislim, da mogoče pa res, v bistvu se nam lahko zgodi, da se vleku vse do leta 2030, ne vem, koliko visoko lahko gre, in to je ravno problem, ker smo v final stageu, kjer se svašta lahko zgodi in mi smo lahko previdni par let, ampak to ne bo trg zanimalo. In težava je ravno to, kar je rekel Matej, valuacije so lahko visoke, kreditni cikl lahko
pa prav, da ne vem, bod previden, me več keša ali karkoli, ampak dejstvo je, da te stvari niso natančne. Ne? Imate pa recimo na socialnih omrežjih dobesedno za nazaj napisan od takrat do takrat in to je tam neko ciklično kartico naredil in če to vzamete, boste točno vedeli, do kjerga leta morate držati. Ne? In po nekem absurdu, mogoče bomo res do 2040 šli gor in motor recikliran in bom jaz najbolj Nostradamusovsko izpadel. Ne? Zdaj, če pa to na odkomu, pa itak vsi pozabili, sem ben s tem nahvalil. In tako približan je s temi cikli. Pač, ni tako simpel, mogoče na nek dolgi rok pač dobiš neke povprečne donose in jih s tem time averagingom ven izluščaš, če imaš pa specifične stave, moraš pa narediti domačo nalogo in moraš vedeti in jih postaviti v kontekst. In pač to je pa spet rata težko, če hočeš na neke cikle igrati, moraš vedeti, kjer cikl, kjer delnice jo funkcionirale takrat, celo teorijo razviti in to ne par let početi, zato da v to mogoče funkcioniralo. Lahko boš pa ugotovil, da ne funkcionira in hopefully si takrat mu varovalko, da še kam drugam nardajo, ne sam se igral z njim. Ne? In mislim, da tako dejansko jaz to dojemam. Tudi profi, capital allocators, hedge fund imajo blazne težave z cikli, ker morajo denar alocirati na 3 do 5 let in kao neki outperformati. Mislim, to je all over the place, tale performance zdaj. Ne? Zdaj pa, how do you do it? Ne vem, think pink. Jaz se zmer hecam z našimi analisti. Nekaj vprašanje tukaj še vezano na naložbeno zavarovanje. To ne vem, če bi sploh komentirala, glede na to, da mogoče bi to včasih nek hype okrog tega, vem, da so celo zavarovanja ponujali v baby centru za otroke, naložbene življenjske police. Sem bila pa zelo besna, ko sem zvedla, da so razna riziko življenjska zavarovanja, da se to še danes dogaja, da se to ponuja 75 let starim ljudem. To mi je pa totalna katastrofa. Riziko življenjsko zavarovanje je predvsem namenjeno tistim, ki imajo otroke, ki imajo neke kredite, starejši človek, ki ne potrebuje riziko življenjskega zavarovanja. Ker pač nihče ni odvisen od njihovih prihodkov, vsaj načeloma ne. V glavnem, jaz bi to kar preskočila. Mogoče zdaj tukaj še eno vprašanje prišlo, pa glede na to, da je kar aktualno, glede na tudi ljudsko obveznico oziroma obveznico za državljane, ki jo je izdalo država, vlada, 3,4% na letni ravni prinaša za 3-letno obdobje. Tukaj je eno vprašanje, kako gledate na Ljubljansko borzo? Matej, to je pa tvoje področje, ti spremljaš slovenske blue chipe. Včasih sem, zdaj ne več. Nič ne Jaz se bom vzdržal komentarja, ker mi itak že nalog za deložacijo ven iz države grozi, glede na vse moje kritike, tako da mraj tih, ker me vklele kdo pričakal za ovinka, ne. Tako da ena borzna hiša je dobesedno na vogalu klele. Pa ne samo borzna, še Ljubljanska borza. Še borza, ja, na en stran imam borzo, na drug imam pa pač borzno hišo, ki zale luči gorijo in pa ne gorijo, zdaj, ki že tako. A lahko mi grede še pogledaš, koliko je kaj obiska, glede na to, da je v tej borzni hiši bilo napovedano, da bodo delali od jutra do večera, celo med vikendi. Ja, bom pogledal, ko bom šel domov mim, bom pogledal, sam mislim, da do 7 sam delajo, tako da bom jutri. A ja, si zamudil vlak, no, ja, pa drugič. Tako da, nažalost. Matej? Glede vrednoten, ne vem, res iskreno nisem gledal, kakšne so vrednotene na slovenski borzi, ampak kar se tiče te obveznice, pa pač vsaka dejavnost je dobrodošla, najbrž na tej točki. Je pa tako, kot že velikrat smo ponovili, domača borza je bolj kot ne nek občutek, da so nam stvari blizu, da jih poznamo in ne smemo pozabiti na to, da so naložbene priložnosti predvsej širše, da je nabor industrij in tudi prihodnji razvoj podjetij v tujini lahko predvsej drugačen in ne smemo pozabiti na to, da so te trgi zdaj zelo lahko dostopni in da je smiselno, da saj del premoženja diverzificiramo in ne gledamo pač samo domače borze. Ne. Vse pa zmer splača pogledati, tako kot vse druge trge, priložnosti se zmer pojavljajo.
Videli smo recimo precej neke panike na zavarovalnicah, pri poplavah in tako naprej, tako da vedno se pojavijo neke taki dogodki, ki lahko zamajajo delnice in se jih takrat splača recimo pogledati. Jaz bi mogoče sam dodal tako, ne. Jaz sem mislil pač borza nasploh, ne. Če pogledamo te slovenske blue chipe, ne, vsi vemo, da večina jih v bistvu z lastniško strukturo vemo, ne, eno vprašanje je, kdo so ljudje za v lastništvu, kdo sprejema odločitve, strateške odločitve, ne. In načeloma so to razmeroma konzervativne družbe, govorim razmeroma konzervativne družbe, država je tam v prihodnosti, bo sam še več dividend hotela videti, torej neke rasti si težko obetate, iskreno bom rekel, so pa lahko pač dokler, ne vem, bom tako rekel, dokler niso disruptirane, ne, so to neke lokalni žepni monopoli mečken, ki imajo zaenkrat še nek denarni tok, na katerem lahko čisto redo funkcionirajo, z izjema so pa pač izvozne družbe, ki sta pa v osnovi dve, a ne, na Ljubljanski borzi, jaz sem kakšno falil, Cinkarna Celje pa Krka, v osnovi, a ne, te imajo pa pol neke globalne izpostavljenosti, a ne, tukaj morate pa pač malo bolj razumeti, a ne, kakšne so značilnosti, recimo Cinkarna je ciklično podjetje, a ne, Krka načeloma ni, je pa res, da ima neko izpostavljenost mogoče nekim trgom, ki so bolj tvegani lahko, a ne, težji denar nakažejo jutri v Slovenijo, tako rekel, ček pak instantno plačilo, no, tako da, ampak ja, mislim, Krka je dokazala, da je podjetje, ki lahko zagotavlja donosnost na kapitala, tako da skozi generacije in tukaj pač jim je treba izreči pohvale, kakorkoli gledamo, tako da tudi Cinkarna v končni fazi je zelo profitabilen obrat v tej panogi titanovega dioksida, kjer imajo mnogi letos velike težave, imamo en velik bankrot v tej panogi, pa to Cinkarno ni resno prizadel, torej, mislim, tako pač, jaz bi tako rekel, za mogoč nek trening, mal čist value investinga, da mečkam to pogledaš, sploh ni nič narobe, no, iskreno povedano, ne, samo moš pa paziti, stroški so večji, težko, pač moraš res paziti, kako boš kupil, pa prek koga boš kupil in no, se to bo pa zdaj malo Toni prevzel, ker smo dobili še eno vprašanje, kaj so glavni vzroki za stroškovno nekonkurenčnost slovenskih brokerjev v primerjavi z tujimi? Si zdaj mene kaj našla, Marja Madonna, jaz pa v slovenski borzni hiši ne delujem že 15 let, Madonna. To zato, k Tonija ni tam, če ne bi že vse zrihtal, veš. Kako sprijazen. Ne, lej, mislim, ok, dobro, zdaj se moram malo postaviti v kožo nekega možgana, ki je bil aktiven res dolgo časa nazaj, ne. Dejstvo je, da ta naš trg je mali, ne. Razumeš, če ti pogledaš, da nek velik odstotek ljudi, ki odpre borzni račun pri enih teh poprečnih naših, ne poprečni, pač neki normalni uveljavljeni borzni hiši, a veš, so to ljudje, ker večinoma jih zanima nek slovenski trg, a ne, pa neke Krka delnice, pa kupil jih bom, pa nič aktivnega z njim upravljal, ne. Če nima ful močnega DZU-ja zraven skladi, a veš, se potem iz te aktivnosti nabere tok mal neke borzne previzije, ti pa vseeno moraš slediti neki zakonodaji, pa moraš imeti ustrezen back office, pa moraš imeti, ne vem, celo, če se prav spomniš, še vedno compliance officerja, lahko to sicer outsourcaš, ampak in moraš pač te funkcije imeti pokrite, a ne, da potem ne moreš z neko ful agresivno nizko provizijo, a ne, sploh, ker so ljudje navajeni še vedno v določenem delu, kljub raznim on-net rešitvam, ne, še vedno bo kdo poklical, pa še vedno bo babica ali pa dedek prišel tja na okence, ne, ljudsko obveznico, če bomo upisovali, kaj bojo v vrstah stali ljudje, da bojo odprli račun, ne, vse to je manual del, a ne, tle tisti del, ki ni avtomatiziran, ki je ročen, ki je izvrševan s človekom, ki so vse te funkcije, za tok prometa, ki je, enostavno se borzne hiše ne pokrijejo potem, da bi računali 0,1, 0,15, 0,2% od vrednosti posla. Pa, ko odpreš zulce, pa 0,6, če poznaš koga, ali pa še više gore, ne. In v bistvu, ko nimaš ti nekih ekonomij obsega, ne moraš neki višji zaračunati, da sploh lahko pač pokriješ plače, ne. Sej, če malo pogledaš, če se spoznaš na to industrijo, pa s kom se pogovarjaš, a veš, če pogledaš 15-20 let nazaj, koliko ljudi je sodelovalo v tej industriji, in koliko jih je zdaj, to so take borne pičle številke, se mi zdi, no. Vse je tako malo, ne vem, žalostno, ne. In izhaja iz pač velikosti tega trga, ne. Pa je pa druga stvar, je pa ta tujina, a ne, to pa recimo tisto, ko smo mi na potezi poskušali postaviti dolga leta nazaj, je pa tako, ne, v nekem momentu ti tukaj dosti bolj sofisticiranega
bogatejšega, agresivnejšega traderja iščeš, da bo prek tvoje platforme se udejstvoval na nekih razvitih trgih, tak boš sam direkt do kakšnega tujega brokerja in tam odprl račun. Težko mu dodaš neko dodano vrednost, da boš tukaj full volume delu, da boš pokril iz tujine pač stroške, ki jih imaš za celotno operacijo. Jaz mislim, da so to glavni razlogi, zakaj v bistvu pa tako karkoli nares full drago pri nas. Mogoče imam jaz vse en pogled, ki bi ga mogoče malo delil. Jaz mislim, da določene velike inštitucije nikoli niso sprejele svojo odgovornost za razvoj kapitalskega trga. To je moje mnenje. To, da je kapitalski trg odvisen od ekonomike na stand-alone osnovi, ene borzne bajte in neodvisnih borznih hiš, hkrati pa tulaš, kaj rabiš vse kot recimo direktor neke velike inštitucije, ki v letos 500 milijarde dobička naredila, je oprostite, izjemno smešno. Zato, ker če imaš ti blended model, kjer ti rečeš, bom omogočil svojim klientom dostop v končni fazi, tudi z nekim subvencioniranim načinom, ker itak od njih poberem na drugi strani toliko več, bi lahko v bistvu sprejel neko odgovornost za to. Ali pa bom drugače rekel, tudi način, kako clearing poteka v Sloveniji, bi lahko zastavili drugače. Marsikaj bi se dal narediti. Tako da jaz, če ti rečeš, cel razvoj bo temeljil na eni ljubljanski borzi, pa 2 neodvisnih borznih hišah in ti predsednik uprave največje banke reče, mi nismo investicijska banka, kaj se ga pa greste, bomo sam posojali nek denar, hkrati mi pa ECB 150 milijonov ravno kar skeširala za visto na račun, in vse na računa za državljansko obveznico, 15-20 evrov za odpiranje računa, to je meni tako, zdaj imamo pa polna usta ESG-ov, pa ne vem česa še vsega. In tako da jaz sem klic bi rekel, prevzemite odgovornost za kapitalski trg, če ga želite imeti, da se stvari tudi bolj zdigitalizirati. Če pa mislite, da država mora kaj dati, se pejte pa še kaj pogovarjati, pa naredite razpis za subvencioniranje trgovalnih računov, če imamo oprostite za vsak sranje, že zdaj razpis in se nepovratna sredstva delijo, da ni jutra, ne sutra, v čem že v načrtu za okrevanje in razvoj, po bog si ga vedi čim. Se sploh ne vem več, a koroni, ali poplavah, ali neki drugimi traumatični izkušnji. Tako da, to je neki stvar tudi neke volje in odgovornosti. Če pa se zanaša sam na to, kar je Toni rekel, da bo ena skupina manjša, neodvisna preživela sam iz tega ven, si pa že v osnovi obupal, ka veš, kakšen bo outcome, ka samo model daš, pa compoundaš, pa se nekje zaključ. To nima terminalne vrednosti v kakršnem koli poslovnem modelu. In pač tako je. In sam še, da zaključam, velike platforme točno to delajo, blendirajo večji flow, več inštrumentov in produktov, sabo bandlajo, da na koncu lahko ponudijo neki podceno ali pa freemium, kjer delajo minus in subvencionirajo z druga biznisa, v bistvu, ki celovita izkušnja nazaj. Delajo se super aplikacije, kjer to na nek način naredijo. Zdaj, če bi neka banka razmišljala o bolj skozi super app logiko, bi lahko tudi dala zastonj trgovalne račune za čisto vse, če bi to želeli. Pač ni volje in tako je. Ta del, ki ga jaz nikoli ne bom razumel, pa lahko da res nisem bil dovolj upleten v ta del tega posla, ampak vem, kaj smo mi na Saxo tu ponujali, kakšne API, kakšen connectivity do praktično executiona katerega koli finančnega inštrumenta, pa isto Interactive Brokers, pa kakšni drugi playerji. Da ti nimaš v eni veliki slovenski banki možnost nakupa v neki seamless izkušnji, preko ene aplikacije, če ne drugega, vsaj delnice. Razumeš, da nimaš to zbandlen skupaj kot en servis, kjer v resnici moraš samo nek relationship z nekim brokerjem vzpostaviti, ni tako simpel, je vprašanje ločenosti sredstev, pa vprašanje, kje na katerem custodiju pristanejo vrednostni papirji, pa vse ni tako easy, to se zavedam, ker sem delal v tem kar nekaj časa, ampak da ti nimaš v enem NLB, tem ta novem appu, ki so ga naredili, pa ga ne morem za N26 pa ostalimi finteki primerjati, s temi neobankami, ampak pustimo, da nimaš tam možnosti ene delnice Tesle kupiti na praktično en seamless tak preprost način. Te stvari niso tako težko za skup zadati. To zdaj ne vem točno, zakaj mi je padlo na pamet, ki si omenil, Andraž, ampak
Enostavno, če pogledaš dobičke teh bank tudi, ne, pa zbandlat, kar znajo zbandlat, je pa premium račun, ne, gospod Jukič, premium račun, a ne, 17 evrov na mesec ali koliko, ne, ampak bo pa x položnic brezplačno, ne. Fantje, jaz sem delal cenike praktično na vseh finančnih inštrumentih, vem, da ste me žejnega parpalali čez vodo, ampak se ne bom za teh nekih evrov, ne, to znajo zbandlat v en premium paket, pa vem, da me bo na koncu lupal, potem pa poslušam, kakšne dobičke imajo, ne, da bi pa neki razen osnovnega appa naredili, da ima res dodano vrednost, ti pa benžu bok ne bo znal v Sloveniji narediti. No, sej tako, pač. Bom sam dal en predlog, mogoče me je res izgnal z države, pa še vse bančne račune zaprl, če nadaljeval. Ampak to je približno tako, ne. Efektiven strošek procesiranja plačila, ne, znotraj slovenskih bank v infrastrukturi, ne vem, če je 1 cent. Iskreno povedano. Vam pa zaračunajo, ne vem, v bančništvu 15 centov ali 20, ne vem, podjetjem tudi do 30-40 grejo stvari, no. Mislim, vzem tam 3 cente, pa odpri v njih bogih 10.000 trgovalnih računov. Ok, ja smo zmenen, to je to. Še zmer boš zaslužil, ne vem, 20 centov, namest 18 ali koliko, mislim, namest 20 jih boš 18 zaslužil. Ker tega flova in boš mu pokrit to iz tega ven. Ne? To so pa une provizije, ki jih tam gledamo. Ne? In zdaj tako, če hočeš, se vse da in nič se ne opoznali. To so tako absurdno majhne cifre. Unih 15 evrov za odpiranje računa. A gremo obdožiti, a gremo res obdožiti, pa to z dobičkom banke primerjamo. A bomo šli tako delač, da bomo rešili kapitalski trg. A veš, mislim, to je meni smešno. Marja, loše malo forentam. Jaz sem pa mislila glih zaključati. Ne, sam se so hudiča sem spustil steklenice. Ja, zdaj si hudiča vam spustil, ne. A veš, tako, pač sem komitent največje slovenske banke, se ne bo jezni, če jih malo konstruktivno pokritiziram, ne. Pazi to, ne. Tam sem 25 pa 30 let, ne. Že nešteto različnih osebnih bančnikov sem imel, in imam kredit pri njih, in imam svojo plačo, in imam svoje podjetje in vse, ampak jaz sem se slučajno, zdaj sem se odločil, da skočam donketa gledati, grem na tekmo, rabim dolarje, razumeš, osebno bančnico križam, nobene dvigne telefona, pišem, rabim dolarje, pridvigam, ker vsem bi nekaj gotovine rad imel nikjer, grem na Tavčarjevi, pridem noter, 10 ljudi v vrsti, 2 človeka delata na NLB-ju. In zdaj od mene ali pa od kjerekoli druge stranke se pričakuje, da je popolnoma normalno, da bom 37 minut svojega dragocenega časa porabil v vrsti, ker delata samo 2 človeka in sem prišel v 11 in sem prišel v 10:30. In ne moram prideti praktično do ene najbolj osnovne storitve. Če pa že pridem, bom pa 30 minut tam mogel zabiti, ampak njim je to normalno, na telefon ne bo noben dvignil, na mail se mi ne bojo javili. In vseeno bojo pa pokasirali, koliko bo zdaj pokasirali profita, 150-200 milijonov? Od česa? 223. Kakšne rezultate ima NLB? 500 milijarde bo dobička, po mojem. Jezus, Isuse Bože. Ja, zaradi tega, ker samo ampak ne bo, vsaka stranka bo pol ure porabila svojega časa, da boš plačal položnico ali pa da boš dvignil eno tujo valuto. Grozljivo. Ne? Ja, pač se pravim, tako da Meni je grozen to, da ti niti na mail ne odpiše. Grozen je to, da kličeš, pa da se nihče ne jav. Meni je grozen to, da me kliče iz nekatere druge banke, da ne pridem fizično v poslovalnico, zato da zaprem račun. Sem rekla, ne bom prišla. Ne bom hodila sred službe, a pa še celo dopust vzela, zato da pridem zapreti račun na banki, ki pač nočem sploh imeti tam računa. Ne bom, to je treba nadaljavo vse urediti. Mogoče zadnja stvar, jaz sem to kritičen, ker vseeno ohranjam upanje, da bom s tem mojim kritiko kaj dosegel in da se bo kdo zamislil, hočem v bistvu boljše, ker če bi obupal, ne bi več pizdil, bi rekel. Andraž, zdaj sem probaš doseči, da te ne bodo deportirali iz države, veš? Ja, sej vem, to je un disclaimer, veš, sej rad imam to državo, rad imam NLB. Marjo, zaključ, preden bomo pir odprli, pa preden nas odpelje v čudne teme. Draž
pa teroristi, to je to. Zakon proti pranju denarja in terorizmu, proti andražam in podobnim subjektom, jo sam še dopolnili zraven. To je to. Jutri boš dobil vprašalnik, stari 27 strani. Bitcoin moram kupiti, ali kva že točno. Tle so se glih ljudje zdaj prebudili, nam pošiljajo srčke, pa vse živo. Tako da ne vem. Slovenska navada, so mali treba pokurcati, pa smo vsi zbojeni. Zdaj smo pa najjači. To je to. Mene lulat, a lahko nehate, pravi Srečo. Srečo, evo, samo za tebe. Da boš lahko šel na stranišče. Bomo zaključili ta live. Hvala vsem, da ste bili danes z nami. Hvala tudi vsem vam, da ste si vzeli čas 1:45 smo debatirali, da ne bom omenjala naše pred vklopom debate. Skratka, Toni, Matej, Andraž, najlepša hvala, da ste bili z nami. Hvala za povabilo, Marija, lepo se imejte. Hvala tudi vsem, hvala za poslušanje. Hvala tudi vsem, da ste bili z nami danes na tem liveu. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.